Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Nik Trček, igralec češke ekipe Karvina. Zanimiva pot v mladinskih selekcijah v Sloveniji in na to prestop v tujino. Pozdravljen, Nik. Zdravo, zdravo. In seveda pozdravljeni vsi poslušalci. Ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate na Facebooku in Instagramu, kjer bomo veseli tudi vaših komentarjev. Posebej vabljeni, da sodelujete s komentarji in aktivnim deljenjem mnenj. Opozorilo, na Facebook strani imamo sedaj oddajo razdeljeno po poglavjih, tako da če kdo ne želi poslušati cele oddaje ali pa si lahko pregledate po delih, kaj je tistega, kar vas mogoče zanima. Še enkrat vas vabim tudi na našo spletno stran, tako da oddaje z Centra Gol se upam, da razvija v pravo smer. Tako da, Nik, povej mi, da gremo midva v najino oddajo, ne? Kako je na Češkem, kakšen nogomet se igra na Češkem? Zdravo, zdravo. Pa evo, tako da ti povem, je kontaktna igra, veliko bolj kot doma v Sloveniji. Fizično močnejši fantje zraven mene. Zelo je tekalna igra, mogoče ne celo toliko tehnična, kakor jo gledamo, ne vem, na televiziji, španska liga, recimo za primer. Ampak je nek drug nivo, zelo se razlikuje, mislim, od našega nogometa, od recimo mladinske lige v Sloveniji, no, če bi tako lahko povzel. Pač nekoliko vseeno je večja država, ne, saj do tega bomo tudi prišla, ne. Jaz bi šel vseeno na te tvoje začetke, ti si rojen v Ljubljani, in tudi v Ljubljani si začel igrati nogomet, ne? Tako je. Tvoj prvi klub je bil? Olimpija, Ljubljana, zeleno srce je bilo kar zelo dolg časa. Dolg časa. Ti si prvo, da rečemo, iz zelo tako ene športne družine, ne? To ne smemo pozabiti, ne? Mama je profesorica, je končala fakulteto za šport, oče je bil trener v odbojki. Imam tudi dedja, ki je bil slovenski najbolj znan rokometaš, mogoče še v starih časih kot trener, stric in tako. Pa tudi stric je imel eno zelo lepo kariero v rokometu, tako da izhajaš res iz ene tako zelo športne družine. Kak si ti zalutal v nogomet, glede na to, da doma ni nogomet? Ne vem, vse mi še danes govorijo, stric pa bratranci, kva sem zbral tak šport v zunaj, dvorani je vedno toplo. Tako da je zanimivo, ampak ne, mene je vedno bolj pritegnil nogomet. Kljub temu, da sem doma imel odbojkaše pa rokometaše, vedno je bila ta po televiziji Liga prvakov in to, čeprav sem že zelo mlad začel. V bistvu že s 5 leti sem šel na prvi trening nogometa tam na Olimpiji, drugače pa ne vem, vzljubil sem nogomet, probal sem v bistvu sicer v osnovni šoli še rokomet, tako za 1 leto kot krožek, ampak sem rekel, ne, to ni to, jaz sem za nogomet. Nogomet je drugačen šport, ne? To je nekaj drugega. Okej, daj za začetek, glede na to, da pač v Sloveniji rečemo, da sta vse najbolj trofejna kluba Maribor pa Olimpija. Kako je to izgledalo biti mlad igralec Olimpije? Kakšne ste imeli zadolžitve, koliko ste morali trenirati? Se kaj spomniš tega, rečemo od 11 do 15? V bistvu v tistem času, mislim, Olimpija je pomen velik kot klub, tudi za same igralce in pol si se ti mogel obnašati na ta način, ne, predstavljati klub vedno v najlepši luči, še posebej, ker je to ena Olimpija, ker jo vsi govorijo, da je najboljši klub, najboljših klubov v Sloveniji in potem je v bistvu na podlagi tega prišlo tudi do tega, da so bile same zadolžitve glede neke predstave turnirjev, ne vem, priprav, obnašanje in to, kar bi moglo biti v bistvu, ne, že tako ali tako
v mejah normale je bilo takrat še veliko bolj striktno. Drugače pa, kar se tiče treningov in tega, je pa po mojem čisto isto, kot po ostalih klubih, kar se tiče dnevov, kolikrat na dan, kolikrat na teden je treningov. V teh letih, no, mlajših, takrat je bilo to isto. No. Sicer tudi polka sem bil še vhodni kadet prvo Olimpiji, se mi je zdi, no, da kar se tiče nekega trenažnega sistema, je dosti podobno, no, si posod po Sloveniji. To govorimo pač večinoma o prvoligaških klubih. Tako je, tako je. Tako da, a se kaj spomniš, prvo 11 ste imeli kaj, 4 treninge na teden? Ja, nekaj tazga, 4 treningi, meni se zdi, da tam okoli sreda, četrtek je bilo vedno frej, pa pol pač tista tekma, ki je bila čez vikend. V 15 ste že vsak dan trenirali, verjetno, čez teden. To tako, ja, to je bilo dan za potem pa vikend že prost. Ja. Ste pa zelo veliko hodili na turnirje, vi, kot Olimpija. Ste imeli tudi več možnosti zaradi same velikosti kluba. Ampak bi te še mogoče tu eno stvar, bi te še preden gremo na te turnirje. Koliko si ti občutil pri Olimpiji to, da morate zmagovati? V bistvu je bilo to že zelo hitro, no. Kar je tudi mogoče problem zdaj, ko gledaš pol dol, malo starše, pa klub, da se že zelo prehitro gleda predvsem ta rezultat in to mi smo bili že stari, po moje 13 let, ko je bilo, a je Olimpija zmagala, a si dal gol, a si tretje, ker se to sploh ne bi smel gledati. Spomnim, da smo vsi bili sam na tabeli, na NZS-ju, MNZ-ju, kjerkoli smo bili in se je sam gledali, koliko imamo mi točk pred Bravom, koliko imamo mi to. Tako da to se mi zdi, no, da je bilo ful preveč tega, kolikor bi mogli biti, če sploh, ko si mejhan, ko v bistvu vzljubljaš ta šport in kaj bolj, ko ne igraš, ko si star, ne vem, 11 let, ni še toliko resno, ne, se že prehitro, se mi zdi, da navežemo na te rezultat, strelci najboljši, pa to moj sin je tak, jaz sem tak, on je slabši od mene. No, take zadeve. Vse v Olimpiji pol občuti to. Rečemo, Ja, ko si ti bil v drugih klubih, nisi toliko občutil tega pritiska. Ja, mislim, pol so v bistvu drugod se pol tudi vidno. Mislim, jaz pol, ko sem bil starejši, se mogoče tudi to že malo drugače gleda, ne, kako se glede zmage in tega. Ampak se mi zdi, no, da je Olimpija vseeno zaradi imena, se pričakuje že na splošno, da bo Olimpija najboljša, da bomo zmagali. Tako da to je že od mlajših generacij, mora biti Olimpija prva. To je bilo vedno povsod. Ker ta zdaj ljubljanski bazen teh zadnjih 10 let, rečemo, to pomeni tudi zate, več ali manj od U7, U8 nekje, ne, je zelo tekmovalen. Se pravi, imaš tu Olimpijo, imaš tu Bravo, ki tudi zadnje 10 let je zelo kvalitetna. Govorimo o Iliriji, ki je zelo dobro rasla, potem še Brinje. Domžale niso daleč stran, pa tudi Kranj, če tako pogledaš, ne. Se pravi, ta vzhodni del, ko se igra potem tudi U15, je zelo divja liga. Se pravi, je zelo kakovostna. Se tako malo, mi na vzhodu se malo pritožujemo, ker imamo premalo mogoče konkurenčnih klubov, ne. Koliko si ti doživljal, rečemo, te borbe z temi, tako kot sem rekel, ne vem, Domžale, Bravo, pa tudi verjetno Koper je prvi 15 bil zelo konkurenčen, ne. Ravno iz tega vidika, ne, ko se je zgodil poraz, se je to zelo potenciralo in ko je bila zmaga, je bilo to pač nekaj normalnega. Pa v bistvu, kako bi rekel, pol so se hitro razvili derbiji pri nas, kdo bo najboljši v tej okolici Ljubljane, to je bilo vedno pomembno, a bo Domžale, a bomo to mi, a je bil Bravo, ki je bil takrat v 15 zelo močna ekipa. In v bistvu se je poznal, če bi bil poraz, se je kar zelo poznal, no, mislim, izgubiti proti taki ekipi, ki ti je še v bistvu v tvojem okolišu, pa fante dostikrat si z njimi tudi, ne vem, v šoli kakšnimi skupaj in pol je to, so bile tenzije toliko večje, ne, in potem se je poznal, no, glede na poraz še sploh, zmaga je bila pol že tisto, smo itak govorili, saj smo itak boljši, ne, ampak če si pa izgubil, se je pa to kar dosti poznal, no, še posebej proti takim klubom. Ker meni je zanimivo, ne, da potem, ne vem, ko prihaja kak tuj klub, ne,
in išče tekme v našem področju, ponovadi res poišče tistega, ki je ali državni prvak v določeni selekciji, ali pa ne vem, da ko je Southampton igral, ne, mislim, je bil v Italiji, so, ne vem, Domžale povabili dol zaradi tega, ker so bili takrat prvaki, ne, in zelo podobno, ne vem, išče Salzburg. Koliko ste vi že, en del je pač velikost kluba, koliko ste imel možnosti že, ali potovanja kot, ne vem, U13, U15 v Olimpiji, igrati te težke tekme, tudi, ne vem, proti Dinamo, Zvezdi, ko govorimo o bivši Jugi, Šturmu, se pravi teh okoliških klubih, ki so pa vseeno iz drugih držav, no, pa so neki večja imena, ne. Ja. Predvsem je bilo v bistvu, ker smo bili mi še mlajši, moram še to izpostaviti, je bil moj oče še celo zraven kot v bistvu nek predstavnik kluba v naši selekciji, tako da je v bistvu on rihtal do ene U15, sta bila tudi s trenerjem pač tako v dobrih odnosih, da mu je pustil trener in je dostikrat zrihtal kak turnir. Smo bili na dostih turnirjih, ne vem, smo bili v Bosni, pa smo bili na Hrvaškem dostikrat. Tako da smo imeli veliko takih klubov in tekem že na samih turnirjih, kar se pa pol pač z generacijo na generacijo, ko smo šli gor, je seveda pač tudi moj oče ni več tega delal, ne, to je bilo, ko je bilo, smo bili mlajši. Se pa pozna, mislim, da večji, ko je klub, hitreje bo dobil boljšega nasprotnika, kakor si rekel, ne, in potem so bile tudi recimo pripravljalne tekme, jaz se spomnim, je prišla Crvena zvezda recimo k nam v jamo, pa smo imeli pripravljalno tekmo proti njim, pa take recimo, pa smo šli, se mi zdi, da je bilo to z Bravotom, smo šli proti Sturm Gradcu gor v Avstrijo igrati, pa tako, ne. Tako da v bistvu mislim, kar se tiče v zadnjih letih, kar tudi vidim recimo zdaj pri Brinju, pri Brinje gre dostikrat, dvakrat so bili zdaj že v Rijeki, v bistvu se dvigujejo, ampak še vse, ne vem, ko pa pogledaš neko Olimpijo, je pa tega skozi so take tekme, ne, recimo, ko sem bil pa v Brinju, je bila pa Rijeka nekaj več, ne, da smo šli tja, tako da, ja. Ti je kaka tekma v teh mlajših, ko ste igrali, ne vem, z tujimi klubi, kaj posebej ostalo v spominu, kaka od teh? Ja, ampak to smo bili pa res mladi, to se sploh ne spomnim, koliko smo bili stari, 10, 11 let po moje, ko smo bili pa v Avstriji na enem turnirju isto, so bili pa Borussia Dortmund, AC Milan, res vse top ekipe in imam še zdaj, je nekje fotografija neka, imam po moje doma, ker smo se slikali z ekipo AC Milana in so bili noter ene 4 črnci, ki so bili večji od mojega očeta, pa moj oče je dosti majhen, no, je tam okoli 175, oni so bili pa za 2 glavi večji pri 11 letih. Pa si predstavljali zdaj nas 10, 11-letne otroke, kakšni smo bili, tako da to je bilo res smešno, no. Kakšna baza igralcev v Italiji neka pa pri nas. Ja, zdaj, ko si glih omenil to fizično moč ali pa ne vem, hiter ta biološki razvoj, ko se mi pogovarjamo strokovno, ne, koliko si ti bil v primerjavi z svojimi vrstniki pri U11, U13, U15, si bil med večjimi vedno ali si bil neka normalna sredina? Pa v bistvu U11, tam do ene U14 sem bil tako, v bistvu med večjimi fanti, ampak sem bil v nekih mejah normale. Potem sem pa zelo eksplodiral v bistvu, kar se tiče rasti, jaz sem v enem letu zrastel tudi 12 centimetrov, če ne več. In kar je pol posledično bilo tudi na mojo koordinacijo in se je vse malo porušilo takrat, eno leto. Sem imel dosti težav, sem mogel dosti sam delati na tem, da pridem pač nazaj, da sem lahko v bistvu konkuriral normalno fantom. In takrat sem bil višji od fantov, tudi zdajle recimo sem trenutno v svoji ekipi najvišji. Zdajle 1,91 m se mi zdi, da. Ok, odlično. Ja, tako da. Ja, bi bil tudi zadnji vezni. Lahko, ampak mi zaenkrat. Ker iz tega me zanima, ne, kdaj so tebe že začeli postavljati na igralno mesto, se pravi, ti si centralni branilec, ne, kdaj so te začeli postavljati na branilca? To je bila zgodba. Tvoja želja, a je bilo to? To je bila pa zgodba, res je. V bistvu jaz sem postal obrambni igralec na zadnji tekmi U15 lige.
Prej sem bil jaz vedno napadalec, špic, tudi v bistvu nisem bil niti toliko slab v mlajših selekcijah. Potem, kako sem rekel, sem zrastel, zdaj sem se pa sem začel nazaj pomikati po pozicijah, na koncu sem prestal na štoperju in sem odigral super tisto zadnjo tekmo v 15 ligi, potem smo imeli še en turnir, sem še boljše odigral in evo, pridemo mi v kadete v Olimpiji in sem v bistvu bil pol štoper. In od takrat naprej sem v bistvu se v zadnji bolj držal. No. Sicer sem se pol prelevil za 2 sezoni tudi v desnega beka. Nič narobe. Ne, ne. Fabijan Cipot, se ga ti verjetno ne spomniš, ne, je bil en čas en boljših napadalcev, pa je bil pa definitivno en najboljših centralnih branilcev v naši slovenski ligi. Ne. Pa še v reprezentanci je pol na posledico te tranzicije iz napada v obrambo usvojil. Ampak še kdaj čutiš to, ne vem, željo ali pa se ti je kdaj vmes zgodil pol pri kadetih mladinцih, da bi ti želel igrati više v napadu ali pa v vezni liniji? Glede na to, da si prej bil napadalec. V bistvu prav neke želje, da bi recimo hotel začeti kot špic na tekmi, to nikoli ni bilo več. Bilo je pa vedno pol, ker je recimo kakšna situacija bila kot ali pa ne vem, ker je bil kakšen tak napad, sem pa sebe videl, da bi dal raje jaz gol, kot kdo drug, to je bilo. Ampak načeloma mi je pa pol v bistvu kar se tudi sam pri sebi mi je bilo čuden, ampak sem to hitro se zaljubil v to pozicijo štoperja in se res počutim doma tukaj, kjer sem in v bistvu uživam, kaj igram. To zdaj rad igraš. Ja, jaz prav uživam. Sama logika napadalca pa branilca je kar drugačna. Je. Iz same energetskega vidika, koliko se teče, koliko se šprinta, tudi na koncu, koliko si ti pri žogi. Si kot branilc verjetno veliko več pri žogi, pa veliko več igraš kot prej, ko si bil v napadu. Ja, pa veliko več je neke koncentracije skozi celo tekmo, jaz moram biti vsako sekundo skoncentriran, ker pa vemo, da napadalci lahko tudi malo v svojem svetu vmes. Pa tako, no, mislim, zdi se mi pa tudi, ko pri sebi pa gledam v bistvu kakor ena prednost, da sem prej bil na drugih pozicijah, ne vem, mogoče malo vem, kaj pričakovati od svojega soigralca, kaj bo naredil na tej poziciji, imam mogoče neko pregled, kaj se dogaja v spredi, kaj iz ozadja gledam, vem, kam bo tekel on, ker sem jaz podobne stvari delal takrat, tako da mi je pol bilo dosti lažje, no, mislim, predvidevati malo igro, pa tudi druge napadalce, kar mi je kar prav prišlo. Povej mi, zdaj, ko si na centralnem branilcu, kaj imaš rajš, da je visok napadalec ali da je nizek napadalec? Pa raj imam visokega, iskreno povedan. Zakaj? Zaradi tega, ker pri nizkemu mi je težji, ker ponavadi so pol fizično manj močni, kot jaz. In ker se jaz recimo naslonim na njega, kaj takega, sem hitro mu v vratu, v glavi, se pravi, hitro treba paziti na kak faul, pa še hitrejši so oni na žogi, z nogami so hitrejši. Tako da, kar se tiče nekih driblingov in tega, so boljši taki igralci, tako da mi je bolj škrit močnejšega igralca, koliko pa fizično, koliko pa nekega takega bolj hitrega, eksplozivnega. Čeprav zdaj meni je kar zanimivo, da se išče tega centralnega napadalca enega ponavadi dosti visokega. Zdaj, če se igra z dvema, je en višji, en nižji. Če se igra s tremi, je ponavadi centralni nekoliko višji, pa ona dva bolj na strani sta tista nižja. Tako je. Ok, zdaj, se pravi, tvoja pot v Olimpiji pač zagotovo je bila zelo dolga. Če si rekel, da si začel pri 5-6 letih že bincati po igrišču in malo, pa se poti za žogo. Zdaj, z prvo leto kadetov si rekel, da si še bil v Olimpiji, ampak se ti je začelo dogajati, da nisi več toliko veliko igral, ko si želel ali pa si bil prepričan, da si zaslužiš. Tako je, mislim, pol sezone sem bil še kot dohoden kadet na Olimpiji, potem so se pa, mislim, jaz sem bil, takrat je bilo v Olimpiji recimo kar eno prelomno leto, nova Olimpija se je začela delati in ko smo mi prišli, če se malo vrnem na poletje, začetek vhodnih kadetov, ko sem prišel na trening, je bilo na treningu 35 fantov, od tega jih je bilo 3/4, ko sem jih prvič videl, tudi starejših.
ker niso bili prej v klubu. In to je bil res tak kader, zelo velik in se je bilo treba boriti. Meni se zdi, da je bilo takrat na štoperskih pozicijah, če ne celo okoli 8-9 fantov, igrata pa 2. In zdaj se jaz kot novi štoper treba izboriti noter, je bilo kar težko, ampak sem v bistvu prišel do tega, da sem kot v bistvu najmlajši v celi ekipi, ker sem jaz rojen šele decembra, prišel do 3. štoperja v ekipi, se pravi, sem bil prva rezerva, če tako lahko rečem. In je prišlo do tega, da v bistvu nisem skoraj na nič igral. In potem se je zalomil nekaj s trenerjem, neki odnosi med mano, njim pa mogoče mojo družino in potem pač je prišlo do tega, da sem bil jaz v bistvu selekcioniran ali pa v bistvu so me prav vrgali iz kluba, na grdo rečen. In sem si mogel potem najti nov klub, no. Prav tako je bilo, ni bilo, da si ti rekel, ne bom se več boril, grem jaz po svoje poti, v bistvu ste bomo rekli na skupno. Ja, v bistvu je bilo, jaz sem imel vedno željo igrati za Olimpijo, kot za člansko ekipo, tako da moja želja takrat ni bila iti iz kluba, ampak se je zgodil, kar se je zgodil, jaz sem tudi mislil takrat o kakšnih posojah in to, ampak pač so se odločili oni v klubu, kakor so se, in sem potem si mogel v bistvu najti nov klub čez zimo, so mi dali samo proste roke in me je pot pripeljala do Bravota. Reč mi, glede na to, da do U15 si ti standardni igralec, si eden nosilcev ekipe, se ti spomniš tega prehoda potem, ne vem, v kadete, ker mi trenerji, ko se med sabo pogovarjamo, ko opazujemo igralce, pač en tak velik prehod je zagotovo od U15 na kadete in drug velik prehod je potem iz mladincev v člane. Tu pač mi, ko gledamo igralce, vidimo, da največ je razlik, in da tudi U15 igralci, ko prihajajo v kadete, potrebujejo nekaj časa. Kako si ti sploh doživel prvo, se pravi, ta prehod, ker igra je precej hitrejša, pa tudi več dojelo je, na drugi strani pa, da si se moral pa kar naenkrat usesti, pa da nisi več prvi timc. Ja, to je bilo najbolj zanimivo. Jaz sem bil v bistvu še celo kapetan do U15 v svoji ekipi, tako da je pol to bilo kar šok za mene. Jaz se spomnim, meni je oče vedno govoril, ko sem bil še majhen, pa recimo pojdi malo sam trenirati, pa boš videl, ko se boš enkrat sam usedel, ko me je tako začel zafrkavati. Jaz sem ja. In pol se mi je pa to res zgodilo in je bil to šok za mene, tak da se nekateri potem tudi ne poberejo, glede na to, da sem bil kar nekaj dosti cajta jaz na klopi. Ampak v bistvu sama fizika, ker ti prideš recimo kot jaz, ko sem prišel igralec, fant, ko je rojen decembra in imaš tam fante, ki so pa v bistvu rojeni januarja, pa že tako 1 leto starejši od mene. Se pravi, to je v bistvu skoraj 2 leti starejši otrok od mene, kar se pa fizično zelo razlikuje, otrok 14 pa 17-16 let. In je bilo v bistvu zelo težko v bistvu nekako konkurirati z njimi. To je bilo, oni so bili že navajeni na ta način igre, bilo jim je neko domače okolje, trener, gor dol. Pol pa, ko prideš ti tja, si v bistvu rataš številka in se moraš izboriti neko svoje ime na novo. V bistvu, še sploh pa v takem velikem klubu, kakor je Olimpija, je res zelo težko, mislim, se navaditi spet nekaj čisto novega, kakor da prideš nov šport trenirati takrat. Pa, veš, dostikrat se nam zdi, da smo številke, ampak pol, ne vem, mogoče kak leto ali pa 3 leta kasneje ugotoviš, da pa mogoče pa nismo bili samo številke, da so ljudje kar vedeli, kdo smo. Mi je pa zanimivo to, zdaj, ko razmišljam, ko se enkrat igralec usede, je zelo zanimive so reakcije. Eni prav vidno spustijo na treningih in rabijo ponovadi 14 dni ali pa 3 tedne, da začnejo spet se boriti. Eni pač zelo jezno, se pravi, eni so užaljeni, eni so jezni in potem se malo preagresivno obnašajo na samih treningih. Tako da
ta zadeva mi je zelo zanimiva, je pa najtežje igralcu razložiti, ne vem, da bo potreboval 6 ali pa 8 tednov, da pride in konkurira. Ne. Najslabše se mi zdi takrat, da če si v ekipi, ki zmaguje. Ne. To je težko zamenjati. ker če zadnja linija, mislim, če ekipa zmaguje zadnjo linijo, ponovadi trenerji ne menjuje kaj veliko. To sploh ne. Kako ste pa vi imeli pol situacijo na Olimpiji tisto leto? Takrat se je šlo za prvaka, tako da je bilo kar zanimivo, no, tako da je bilo res težko, da prideš kaj. Ampak jaz sem pa glihno v tem primeru, sem bil jaz vedno tako v glavi, da v bistvu sem bil jezen sam na sebe, da zakaj ne dam več, jaz lahko dam več. In sem v bistvu vsak trening sem bil jaz vedno 100%, kar se je zgodilo tudi v prihodnosti. Ena mogoče zanimiva izjava enega trenerja, ki mi jo je dal, da rekel je, da ti toliko dobro treniraš, da zato igraš, drugače ne bi igral pri meni. Pa sem se jaz gledal, zakaj pa, kako drugače bi pa lahko igral, če ne dobro ne treniram. Ne. Ampak res ta nek trening fokus, to sem imel vedno, ne glede na to, a sem bil jaz zdaj na klopi, ali da so me gledali, bi bil sploh v kadru ali ne. Jaz sem treniral, vedno sem hotel biti boljši od najboljšega igralca v ekipi in sem vedno pač delal na sebi, tudi individualno je bilo veliko treningov, ko sem bil mlajši. Tako da, mislim, mene nikoli nisem prišel do točke, ki bi rekel, ne vem, zakaj mi je to delo, to je krivica se mi dela, ne vem kaj, sicer je bilo pač, včasih se ti zdi, jaz sem boljši od njega, pa sedim, ampak pač, če nimaš te mentalitete v glavi, da greš čez to, pa da pokažeš v bistvu trenerju in vsem okoli sebe, da si ti vreden tega pozicije v ekipi, se ne bo nič zgodila. Ne. In to je bilo pač vedno pri meni tako in evo, na koncu sem jo obrestoval. Nima se kaj. Jaz sem še tako rekel, si še vedno na začetku neke poti. Ne. Sicer si, če pogledaš nazaj, ne, reže, neki si je prehodil, ne, ampak zdajle se začne. Ampak, veš, prime time, to isto smo imeli z Jakom Biolom, ne, prime time se začne pri 27 letih, ne, in tam imaš skoraj 10 let do tja, ne, je še kar zanimiva ta vsem pot naprej, pa vztrajanje. Ključni bojo verjetno naslednje 3-4 sezone zate, ne, in od dela in od igranja in vsega. Rekel si, da si veliko sam treniral. Kaj to pomeni, da si veliko sam treniral? Se pravi, v bistvu imel sem srečo, da je bil oče zelo angažiran tudi v ta moj šport in to, tako da mi je omogočil tudi individualne treninge, ki sem jih imel z trenerjem Jurijem Hosnikom, trener na Bravu. V bistvu preko njega sem v bistvu tudi prišel pol na koncu na Bravo. Če sem na hitro navežem noge, ampak z Jurijem sem delal, jaz sem izdelal 2 ali 3 leta in sva res v bistvu, to je bilo tisti čas, ko sem jaz izgubil to koordinacijo, ko se je meni porušil ves ta sistem, v bistvu in teka in vse sem imel narobe in smo v bistvu spilali, to tudi imel sem z enim atletskim trenerjem, sem imel par treningov, ko smo potem moj tek popravili. In take stvari, recimo tehnika na žogi, sam pas vaje in take zadeve sem v bistvu izpopolnil izpolnjeval v bistvu še dodatno, plus to, da sem pač, kar se je delal za fiziko pa kondicijo, sem pač še dodatno sam delal, se pravi, da sem mogel iti laufat kaj, ne, pa kakšne take zadeve. Ampak se mi zdi, da če takrat ne bi imel jaz očeta, ki bi mi to omogočil, bi bilo zelo težko, mislim, no. Brez teh dodatnih treningov, ki sem jih imel v tistem trenutku, bi bilo kar težko, no, da bi se jaz vrnil v neko konkurenčno. Tega, ko se ti je to koordinacija podirala, ker to je meni pač fascinantno, ne, vedno prvo kost zraste, ne, pa se pa cel ostal sistem prilagaja, ne, zgubiš zelo na gibljivosti, živčni sistem je treba ponovno pač motorične programe vzpostaviti, ne. Se ti spomniš teh težav, ne vem, da te noge ne ubogajo, da celo telo gre malo po svoje, noge grejo v eno stran, telo gre v drugo stran. Jaz se spomnim, to je bilo glih tam okoli U14 nekaj tazga,
tam nekje na pol sezone, jaz se spomnim, takrat sem imel take resne težave, da sem imel probleme tudi na lestvici, tisto lestvico, ki imamo, a veste, kaj je za koordinacijo. Ja. Kaj laufa 6, jaz sem imel že tam težave, v kakšni zapleteni vaj. V glavi je šlo, noge pa niso hotele narediti tega. Pa si to, rečemo, si prej bil sposoben določene koordinacijske vaje narediti, pa so se ti podrle toliko, da jih nisi mogel ali pa da si imel težave. Pa v bistvu tako je bilo, da prej sem jih znal narediti, pol se je pa tako naredil, da sem kdaj kakšen korak mi je kar šla noga nekam po svoje, ali pa sem se zapletel noter v uno lestvico, pa take zadeve. Pol je bilo zanimivo tudi, ker sem, ne vem, kakšne driblinge, pa ker si manjši, tako doskrat se trenira sama tehnika na žogi, pa rolanje, pa te zadeve, ne. In se je poznal, jaz sem sam zdaj bil jezen na sebe, kako mi to ne gre in so bile žoga je kar bežala, pa tako in je bilo res Mi se zanimivo. pogovarjamo doskrat v teh oddajah tudi, ne, da mladi, ne vem, zadnjih 7, 8, 10 let, kakorkoli pa že, zelo malo igrajo zunaj, igro 1-1, 2-2, 2 kamna, da se postavi za gol, pa koliko si tega Tega igral? ni več. Jaz se spomnim, Tega ni več, ja, se zato. tega ni več, jaz se vidim zdaj, recimo imam brata, to nič ne hodam, ampak jaz se spomnim, mi smo že v osnovni šoli je bilo tako, da smo vsak odmor smo težili učiteljci, gremo ven, gremo fuzbal igrati in smo skozi fuzbal nabijali. V petek sem šel vsakič v osnovni šoli, to se spomnim, pred treningom, trening sem imel, ne vem, okoli 4-5, šolo sem pa končal, ne vem, ob 1, recimo 2. Smo vedno šli na eno igrišče tam v Ljubljani, Tabor, in smo začeli špilati na polno fuzbal. Pa malo je šlo fantov iz šole, malo se jih je nabrali, smo vedno nabijali. Pa polet, to je bilo skozi, sam fuzbal smo špilali. Ker to pač se pogovarjamo, ne. Vseeno je formalen trening, ne, ampak drugo je pa vseeno, ne, da ti, ne vem, to, kar si rekel, ne, razvijaš koordinacijo, ok, to je malo bolj bilo usmerjeno, ampak tudi, da vzameš žogo, pa da, ne vem, kakšne trike žongliraš, čim več stika s tem, ponovno je pa to, ne, da pač igraš, ne, ker ko si neobremenjen v igri, ko ti noben ne teži, ne, lahko ti več poskušaš, ne, se pravi, več rizika si lahko privoščiš, ne, To je tudi ključno, ne. To je bilo tudi zanimivo, no, če lahko rečem, še sem pol tudi glih v tem, sem pa pol tudi isto na rekreacije hodil od očeta, ki jih je imel tudi pol v petek zvečer, pa sem še z njim šel tja in jaz sem bil tam res počutil sem se čisto drugače, kakor na treningu in mene je vedno gleda po tej rekreaciji, zakaj ti nisi tako sproščen na igrišču, ki igraš, ne vem, v klubu, v Olimpiji. Sem rekel, pa ne vem, in v bistvu mi je bilo res zanimivo in enkrat mi je prišel res ta kliker v glavi, ker sem bil mogoče prej, kakor, kako bi temu rekel, zadržan v igri, se pravi, da si nisem upal toliko. In je v bistvu pol tam, recimo, ko sem šel pa na igrišče ven igrati, sem pa delal sam gledal sem se, kako mi to gre, kako mi to rata. In pol se mi je prišel samo enkrat kliker v glavi, da moram biti pač sproščen, ker igram, da si upati stvari narediti in pač v bistvu, ker ti pol začnejo ratovati na treningih stvari, ena, druga, tretja, na tekmi se ti kakšen dribling poklop in pol v bistvu res uživaš v igri nogometa, ni samo ono šablona pa to. Pa ti zdaj uspeš kaj na Češkem, kaj tajega narediti? Zdajle v zadnji se preveč zafrkavati ne smem glih s kakšnimi driblingi, ampak ja, no, mislim tako, recimo, ko so kritične situacije, kar se tiče recimo, da imam v zadnji žogo, pa da me pritisnejo napadalci, sem recimo 98% čisto tako sproščen, se pravi, da nimam neke panike v glavi, kaj se bo zgodilo, ampak vedno pač nekaj odreagiram v takih stvareh, da se potem situacija reši varno, ne. Kar je dosti pomembno pred mojim golom, da ne začnem kaj driblati ali pa komplicirati s kakšnimi pasi, ki bi v kontro lahko šli, ne. Ok, se pravi zdaj, da gremo midva še malo naprej zdaj iz tega. Ti, kot si rekel, ne, si iz tega si kapetan, si selekcioniran in moraš iskati drug klub. Kako ti je izgledalo to prvič v garderobi NK Brava? To je bilo, jaz sem prišel na začetku trenirati v bistvu še celo z mladinci takrat, sem naredil 2 treninga, me sploh niso dali h kadetom, takrat, ko sem prišel kao tryouts, če sem v redu. Aha, še probo si imel? Ja, še takrat sem imel še probo in v bistvu takrat je bilo, jaz kada sem prišel,
glih tak občutek je bil, ko sem prišel sem na Češko. Kaj sem prišel čisto neko drugo državo, ker nobenega ne poznam in zdaj se je treba nekako noter vklopiti. In zdaj treba nekako spet nov trener, novi soigralci, čisto nek drug način igre, ki jo ima Bravo. In se moraš vse to noter vklopiti. Srečo imam sam pri sebi to, da sem jaz dosti komunikativen človek in da hitro najdem družbo, kjerkoli sem, kar mi je bilo srečo pri soigralcih, nikjer še nisem imel problema v nobenem klubu, ampak recimo na kako igro, pa na nove treninge in to se bo pa treba pač mislim navaditi. Ni bilo kar tako hitro, da bi šlo. Tule v zadnji klikam, pa bi rad poiskal, mislim, da je knjiga od Mumforda, ja, The Mindful Athlete, če poznaš to knjigo. Nisem še slišal. Govori pač o enem psihologu, ki se je ukvarjal z tem, kako pripraviti igralca, da pade v tisto zono, ko si jo prej razlagal. Je pa delal z Philom Jacksonom kot trenerjem, ga je spustil zraven. Priporočam, zanimivo branje, pa zanimivo tako. Ok, oprosti, zdaj malo sem se vrnil nazaj. Se pravi, priješ v Bravo, vse ti je drugače, moraš probo narediti, probo greš čez. Koliko si sproščen lahko bil v prvem mesecu? Koliko si poznal igralcev, koliko je to izgledalo? Poznal sem jih tako, evo, rečemo, od cele ekipe enih 5, da sem vedel, kdo so, pa da sem jih tako poznal. In pol se v bistvu smo šli, meni se celo drugi teden že na priprave, takrat, če se prav spomnim. In sem se, v bistvu je bilo to po eni strani kar dosti velika sreča, ker sem se pol hitreje povezal z igralci, ker sem bil jaz takrat tisti teden skozi z njimi. Tako da mi je bilo to res super in takrat so bili tudi v bistvu bolj ne zadovoljni z mano, takrat in sem tudi hitro začel igrati. Mislim, jaz sem v bistvu takrat s prvo ligaško tekmo sem že igral, kar je pol v bistvu tisto je pol sezone, sem imel jaz 100% minutažo, tako da takrat z neko igro, pa pol sem se vklopil v treninge in vse to je pol začelo dosti štimati. Čeprav je pa čist nek drug način igre, ki ga pa oni tam igrajo. Se pravi, pod pritiskom dobro funkcioniraš? Ja, to sem dostikrat vedno. Mislim, tudi imel sem že dosti trenerjev, ki so bili dosti temperamentnega značaja, karakterja, pa mi to nikoli delali, nekih težav. Rekel si čist drugače, da se igra, ne? Ampak verjetno tudi, ne vem, potem v Brinju ali pa zdaj na Češkem, vse posod se igra malo drugačen nogomet, ne? Ampak zdaj, če se spet vrnemo na Olimpiji, se tudi v 15 trener pa kadetski trener verjetno sta igrala različno nogomet, ali ste imeli v Olimpiji podobno linijo? Pa v bistvu linija neke igre se je vedno držala, mogoče so bila kakšna odstopanja pri določenem trenerju, se pravi neke spremembe, ki jih je on drugače videl, ki smo jih drugače delali, ampak načeloma smo se pa vedno držali neke igre, predvsem na Olimpiji, pa tudi na Brinju se je vedno delalo to, predvsem dosti na igri, da je žoga na tleh, da ni toliko neke leteče igre, da je žoga v zraku, neko nabijanje. In v bistvu se je vedno, mislim, do zdaj sem vedno, kar sem bil jaz na Olimpiji, se je vedno držal tega, da se je čim več probal kombinirati. Tako da tudi se mi zdi, da pol naprej, ko sem videl, sam je pa spet razlika v tem, da ko imaš ti igralce, ki so tega sposobni, je pol to lažje, ker imaš pa ti pol ekipo, ki pa imaš, ne vem, 2 visoka, 2 bolj leva, je pa pol lažje, če žogo nabiješ. Igralce moraš pripeljati do tega, da so sposobni tega igrati, ne? Če jih učiš pač preskok igra, pa dolga podaja, pa drug napad, pol tudi to igra, ne? Ampak kaj je te bilo tukaj drugače? Je bil tudi način treniranja, potem na Bravo drugačen Olimpije. Kaj je bilo to tebi glavna razlika, recimo? V bistvu Bravo ima v Sloveniji, kar sem bil v bistvu še najbolj tak specifičen način treniranja. V bistvu so imeli, vedno smo imeli ponedeljek, je bil dostikrat, ni bil glih suhi trening, ampak je bil bolj v kondicično, usmerjen, bolj v neke tekalne vaje. Jaz se spomnim, to je bilo takrat, ko sem jaz prišel na tisti trening, je bilo meni, wow, kaj mi delamo, ker je rekel trener, dajte obujte superge in gremo laufati. In smo mi tam od Brava, če veš približno, kje je, in
gremo pol proti Rožniku in okoli celega Rožnika, vem, Živalca, Mostec, vse naokoli prelaufati, zdaj v glavi, ne vem, koliko je to kilometrov, in to prelaufaš in si ti že v bistvu na pol crknem prideš nazaj in pa se začneš 1 uro pa pol treninga, ki je pa tudi v bistvu velika ta kondicija in to se dela pa nekih v bistvu kakor koordinacija pa take vaje. In si imel tork tudi neke moči, pa tudi nekih šprintov in tega in je pol v bistvu bilo zelo, jaz sem se takrat tam začel v bistvu graditi, kakor ko bi rekel, fizično sem bil veliko bolj pripravljen tam v Bravu, to sem si pol v bistvu začel zavedati, ker nisem imel poškodb, kar sem bil tam. In recimo, jaz sem imel na Olimpiji tudi par poškodb, ampak na Bravu sem bil pa jaz tiste sezono pa pol 2, nisem imel nobene poškodbe. In v bistvu Vi ste vsak ponedeljek toliko tekli, ali kaj? Ja, to je bilo, cel čas je bilo tako, ker v bistvu, kad ti laufaš, pa se to tudi zdaj se mi zdi, da je kva to rabimo, ne, ampak v bistvu to pol vidiš na dolgi rok, da je to sam nek backup v tvojemu telesu, ki te pol varuje za naprej, tako da mislim, kad si mlad, ti je itak težje to delati, bi raje žogo videl, ampak. Ok, se pravi, zdaj sam trening, a si imel pol tako bolj občutek, da se ve, ne vem, ponedeljek je to, torek je to, sreda je to, četrtek to, petek to in potem je za vikend tekmo. Pri Olimpiji nisi tega tako močno občutil, ali kaj? V bistvu na Olimpiji, takrat je bilo še tako, ko v 15 se v bistvu še ni delal toliko v bistvu na neki fiziki, se je pa delal tako, ne vem, enkrat na teden smo vedno imeli one distance, se pravi, da se laufa, ampak je to lahko prišlo na sredo, lahko je na četrtek, pol smo imeli kdaj tudi, ne vem, moč, pa je tudi prišlo tako, ni bilo prav zdaj da bom jaz vedel, recimo tudi, ja, tukaj recimo tukaj na Češkem imam jaz, vem, urnik za čez 4 tedne, kako bom imel isti urnik, kot ga imam danes. Ja, ok. Ok, zakaj si potem ti z Brava šel v Brinje? V bistvu, potem se pa spet začela izhodni kadet. Menjava trenerja in je bilo izhodni kadet in v bistvu v pripravljalnem delu mi je šlo dobro, nobenih problemov, tudi trener sva bila v bistvu v dobrih odnosih, zelo zadovoljna z drugim. Pol pa je bila pa problem, ker sem jaz na zadnji tekmi v vhodnem delu dobil rdeč karton na zadnji tekmi in prve tekme nisem igral. No, in potem je prišlo par novih fantov spet takrat in je probal enega in se mu je zdel na tisti tekmi kakorkoli v redu, ne, se pravi, da je v redu igral. In pol je spet treba zamenjati to, ne. In pol sem se spet rabil boriti, da sem prišel do te pozicije in sem v bistvu pol nekaj preigral, v bistvu sploh nisem imel niti toliko malo minut. Je pa, no in pol v bistvu to sezono sem se v bistvu že nekako na 3/4 prvega dela sem jaz že imel glavo malo že v Obrinju, zaradi tega, ker je Tine Zupan v bistvu že izrazil že prej željo, da bi jaz prišel, že ko sem bil mlad, je on delal na Interbloku, ne, in je že takrat mene hotel na Interblok, pa sem jaz takrat zavrnil tisto. Pol me je pa v bistvu že Obrinje hotel pripeljati tisto eno sezono prej, pa sem tudi rekel, da igram tukaj, da mi je v redu. No, in potem se je pa začel tukaj malo sedim, malo igram, malo je tako. In sem jaz rekel, zakaj pa ne bi šel probati na Brinje, ker sem pač, v bistvu je bila pa zadeva taka, da sem pa poznal zelo veliko igralcev iz Brinja. In poznal sem tudi Zupana, poznal sem tako, nekako sem vedel, kako bo klub deloval in to, a ne, in se mi je zdelo dosti domače okolje in v bistvu sem vedel, ker so oni prihajali v prvo ligo takrat se je glih tista korona bila, pa so bili oni na pol sezone prvi z dosti velikim naskokom pred drugim. In je prišlo do tega, da se tudi z očetom pol odločila, pa pač doma, da smo se odločili, da bi jaz šel v Brinje, in kar je pa v bistvu v Bravu pol povzročil dosti veliko problem, ker smo v tistem prestopnem roku kar 3 šli v Brinje. 3 soigralci smo šli v Brinje takrat in v bistvu je prišlo tudi do tega, do dosti velikih sestankov, zakaj to, zakaj ne, zakaj delam stopničke nazaj, se pravi v svoji karieri, zakaj, ker je bila takrat še vseeno Brinje druga liga, ne, in jaz sem šel v bistvu iz prve lige, načeloma za pol sezone v drugo ligo, ne. In so mi v bistvu veliko ljudi govorili, ne, zakaj delaš stopničke nazaj, zakaj bi šel kdo rad v drugo ligo igrati.
ampak se meni nikoli ni zdel nikoli nisem imel v glavi, da zdaj nekaj nazadujem, ker grem v Brinje, ali pa da bi jaz zdaj nekaj izgubljal s tem, da grem za pol sezone v drugo ligo, ker v bistvu takrat še nisem vedel, da bo liga v bistvu prekinila se. Ker takrat se je začela korona potem in pol je pač lige ni bilo takrat drugi del sezone. In smo bili potem z Brinjem avtomatsko že v prvi ligi. No in takrat sem pa v bistvu prišel v Brinje in jaz sem se s prvim treningom počutil, kot da sem tam 2 leti že. In je bilo čist nekaj drugega, domače okolje, trener je bil res super. Praktično celo klub diha čist nekaj drugače, kot sem doživel do zdaj. In tega nikoli ne bom pozabil, v bistvu, koliko sem bil jaz hitro dobrodošel v tem klubu, kako so me oni sprejeli, kako se je tam delalo v bistvu tudi na nek drug način z igralci, se pravi, da ni bilo samo nekega formalnega odnosa z njimi, ampak v bistvu, da pač se zanima za tebe, kakor si ti kot oseba, ne samo kot ti, kot si igralci, in v bistvu z veseljem začneš hoditi na treninge vsakič, prav želiš, da vidiš določene ljudi v klubu, tako da to je bilo res v bistvu neka edinstvena izkušnja v prvih tednih. Ko si rekel zdaj tako formalno, kaj to pomeni, da ne vem, predtem si ti prišel na trening, ko delal trening in to je bilo to, si imel zelo malo stika, nikogar ni zanimalo tudi, kaj se s tabo, ne vem, privat dogaja in zdaj tukaj pa ste imeli možnost tudi, rečemo, več te komunikacije. Ja, v bistvu, kako bi rekel, za neko šolo pa take zadeve je bila na Bravo glih varianta to, ker sem jaz še zdaj hodim na gimnazijo Šiška in gimnazija Šiška je pa v bistvu samo železnica vmes, pa je pa NK Vravo, ne. In se je potem pač šola je povezana s klubom in potem so pač glede šole so vedeli stvari pa take zadeve. Ampak nasploh, da bi pa jaz nekom nekaj debatiral, kaj se je meni zgodilo, kaj je bilo a se jaz v redu počutim danes, ali to pa nikjer ni bilo tako, kakor je bilo pa v Brinju. To je pa pač res, mislim, od vseh, od glavnega trenerja do pomočnika, do v bistvu so bili dostikrat trenerji tudi od, ne vem, od U15, od mladincev, od članov je bil zraven na naših treningih in si se počutil prav nekaj več se počutiš, ko si v taki sredini, no. Pa je pol tudi samo delo ponovno bilo drugačno napram Bravo pa Olimpiji? Malo se je spremenilo, v bistvu jaz sem bil zdaj v zadnjih letih se Brinje kot klub, kar tako vidimo vsi zdaj v norem nekem puščica njihova, na njihovi lestvici gre samo navzgor, kar se tiče izgradnje kluba. Tako da se je videlo v tem mogoče, da je bil mogoče malo drugačen način delanja na podlagi tega, da se mogoče skozi drugačne vaje pridobiva iste stvari. Mogoče bi lahko recimo edino to v pripravljalnem delu je bilo tam na Brinju najtežje. Se pravi, se je največ dalo na to neko kondicijo, da smo bili mi fizično pripravljeni. Mi smo bili takrat, v bistvu takrat, ko sem prišel v Brinje, pa je bilo potem tisto poletje, smo mi šli tudi sem na Češko na en turnir, ker smo ga takrat zmagali, no saj do tega bom prišel, no, ampak v glavnem se v bistvu gradili na tem, no, da smo bili mi zelo fizično pripravljeni pred sezono, kljub temu, da smo pa zraven v bistvu to kondicijo prenašali noter tudi zelo veliko skozi neko igro v prostoru, se pravi, da smo imeli mi več ali manj stik z žogo čim več, se pravi, kar je v bistvu se pokazalo pol v naši igri, ne, se pravi, da smo mi lahko laufali in tudi žogo nekaj delali, ni bilo samo eno ali pa samo drugo, ne. Tako da takrat jaz nisem imel nobene pripombe z nobenim treningom, z ničemer, ker mi je v bistvu res vse sedelo, kar smo delali, no. Kako pa ti kot igralec doživljaš, ne vem, ko trenerji zahtevamo določene principe, ne vem, kam se žoga sprejema, kam si obrnjen, kam igraš, koliko ti, rečemo to, v teh igralnih oblikah doživljaš kot igralec? V bistvu vsako kritiko od trenerja sem vedno sprejel, pa vedno pač spoštoval. In v bistvu tiste, kar so bile logične, pa kar so se zdele prav, pa kar so bile v bistvu pravilne, sem jih vedno upošteval, pa vedno sem probal. Če je bila pa situacija, ki se je drugače obrnila, sem pa pač hotel tudi malo svojo glavo razmišljati, pa sem obrnil, pa če se je naredil prav, sem na koncu bil še celo pohvaljen za to, ne. Če pa če pa je narobe, pa itak spet dobiš malo po kakšno besedo, dve več. Ampak ja, no, načeloma nikoli nisem imel problemov, se mi je vedno
še danes mislim, da nisem najpametnejši v tem nogometu in da taka me trenira verjetno veliko več ve, kot jaz. Tako da vse. Kako si pa ti spremembe sistemov, glede na to, da Olimpija, Bravo, kolikor jaz vem, večinoma igrajo z 4, ne vem, če je zdaj Bravo, glede na člana v zadnjih 2 sezonah, kaj spremenil, ampak Brinje je pa igralo s 3 v zadnji, kolikor se je spomnil, ne? To je bilo kar zanimivo videti, ja. In Kako si to takrat sem kot igralec doživljal? Vse to me zanima, ne? Glede na to, da si ti navajen drugačnega prostora, kam so te dali, na centralnega ali na strani? Jaz sem bil desni bek. Ampak ne v 3, ampak... Ne, jaz sem bil prav desni bek. Se pravi, smo imeli 3 štoparje in jaz sem bil v bistvu, ne vem kako bi, RVB, se pravi, desni krilni branilec. Ja, ok. Pa je tudi nekaj napadalno usmerjen. V modernem je že skoraj desni napadalec, ne? Tako je, v bistvu sem bil jaz tam že dosti v bistvu kakor nek vezist gledam, se pravi, kakor vezni bočni, nekako tako, no. Kaj je mogel pa tudi laufati v obrambo. Tako da takrat sem imel jaz veliko laufanja na Brinju, ampak mi je bilo pa v bistvu zelo top, zaradi tega, ker sem bil v bistvu in v napadu in v obrambi. Sicer je bilo veliko laufanja, ampak si bil pa skozi zraven pri igri. Kjerkoli je bila žoga, si imel ti nekaj mogel več zraven zadelati. Tako da je bilo pa zelo zanimivo to prvič videti, ker takrat se je to igralo samo, ne vem, kje v Angliji si videl kakšen klub, ki je to odigral, pa smo pa mi v Brinju takrat prišli v prvo ligo, edin klub s 3 v zadnji, so nas pa vsi gledali, kaj te delajo, kaj te izumljajo. Ampak na koncu v bistvu zdaj govorimo, ker se še kdaj vračam na Brinje, da nas zdaj vsi posnemajo, ker zdaj smo gledali in Domžale in Bravo in dosti klubov, mislim, igra zdaj na ta način, no, s 3 v zadnji, tako da. Ja, pač trenerji gledamo razporeditve, ampak znotraj neke principe, ne, ko imamo skupinsko taktiko, pa želimo vsem, da se drži, ne. Ok, gremo midva naprej, midva smo zdaj v drugem polčasu, že toliko do Švedo, ne. Že ura nama v redu teče. Povej mi, omenil si, se pravi, ti si v tej sezoni, ko si prišel v Brinje, ste imeli en turnir na Češkem, kjer se je potem verjetno tudi nek prvi ta kontakt z Čehijo vzpostavil. Ja, v bistvu je bil takrat trener članov pri Brinju, je imel v bistvu neko vezo na Češkem, ki je v bistvu tudi trenutno eden izmed pač je moj menedžer, se pravi, ker taka me čuva tukaj. In je v bistvu preko njega smo prišli zdaj na ta turnir, kot se mi zdi, da takrat nadomestna ekipa, ne? Ker je neka ekipa odpovedala in onedva sta se poznala, nima veze in smo mi prišli tja. In tam so bili klubi, kot so, ne vem, Ostrava, se pravi Banik Ostrava, Karvina, bila je Žilina, prvak Slovaške, pa sami taki klubi, recimo Žilina je tudi zdaj letos v Ligi prvakov, pa tako, ne, za mlajše. Res taki top klubi. In mi pridemo tja v bistvu in gledamo fante in to so fantje, da so prišli vsi glih kar iz nekega fitnesa ven, vsi taki nabiti, ne vem kaj, in mi to gledamo, to mi igramo z nami ali neki člani zdaj prišli z nami igrati. In mi začnemo igrati in v bistvu takrat je bilo to prvi okus tega češkega nogometa, no. In se je res začel to fizična igra, tekalno je bilo težko. V bistvu je bilo cel turnir, prvo tekmo smo zmagali, druga je bila s Karvino, smo igrali izenačeno, pol smo imeli pa mislim takrat, da mi smo imeli takrat v 4 dneh 4 tekme po 90 minut, ker smo imeli še eno prijateljsko tekmo, tako da sem se jaz na 3. tekmi celo nekaj poškodoval, pol takrat hrbet, ker je bilo tudi malo bolj resno. In se pravi, finala nisem mogel odigrati in finale smo pa mi tudi pol zmagali v bistvu po penalih, tako da je bilo takrat kar underdog prišel iz ene Slovenije pa zmagal turnir tam na Češkem. So nas vsi malo čuden gledali, ampak ja, no, takrat se je začel nekaj vzpostavljati kakor nek prvi stik, ki se je pa pol v bistvu navezal proti koncu prejšnje sezone z v bistvu neko možnostjo, ki je pa v bistvu ni bila planirana sploh za mene najprej. Je bila za mojega soigralca, ki je dobil povabilo, da bi prišel na probo kakor,
Potem je pa trener Goran je pa v bistvu rekel, da bi rad poslal še enega igralca zraven gor, da v bistvu ne boš tudi sam ta moj soigralec, da ne bo šel sam na probo, pač tudi zaradi mene, a ne, in so v bistvu potem oba odpotovala kle na Češko na probo. No in potem ta teden se je pa v bistvu obrnil v mojo smer. Sem pa jaz imel res, v bistvu sem že proti koncu sezone sem takrat odigral res vrhunsko, pa se je sam še dvignil ta teden, je bil pa res moj teden in se v bistvu poklopil vse in so v bistvu mene hotel na koncu in njega, ne nažalost. In v bistvu, evo, zdaj sem pa prišel na Češko z nekaj sreče, z nekaj zaupanja od mojega bivšega trenerja. In ti si zdaj pol leta si gor, ne? Tako je, ja, malo več že. Ja, to je Karvina, jaz sem malo pol normalno pogledal, tudi kje to zgleda, ne? Ti si tako čist na meji s Poljaki. Poljaki že na pol, ja. Ja, pa Slovaška ti je tudi dosti blizu, ne, tako da koliko ti časa sploh potuješ, ko greš z avtom gor? V bistvu zdaj je bil problem, ker še izpita za avto nisem mogel dokončati, tako da sem dostikrat šel še. To te mami pele. Ja, mama, oče, ampak največkrat sem šel pa zdaj v zadnjem času z unim Flixbusom, ki je. Okay. To je kar malo popotovanje, je kako 11-12 ur se pol furam z busom. Ok, zabavno. V redu. Povej mi, koliko si doživel te pol, se pravi, oni se odločijo za tebe, koliko je to zgledalo doma? To je bila pogodbe, moraš končati šolo, moraš narediti to, gledaj, da bo to, gledaj, da bo ono. Kdo je pisal pogodbe doma? To je bilo noro. Jaz, ko sem že takrat povedal, mama je bila itak že samo v solzah, že ko sem šel na probo, ona kar da že vhajam. Tako da to je bilo noro. Oče je bil isto ves vesel. On je isto, se mi zdi, da je isto vesel, kar se meni dogaja, kot sem jaz vesel, kar se meni dogaja. Tako da je bilo v bistvu ene te euforije pri meni, kar se je pri meni v glavi dogajalo v tistem trenutku, ker nisem takoj v bistvu bil sploh se zavedel, da grem jaz nekam na Češko, dokler jaz nisem bil en mesec pol v treningu in življenju tukaj, da je bilo doma v bistvu kar dosti težko, no, da sem jaz šel. Kar se tiče mame, da so bili vsi za in so me vsi podpirali najbolj možno v tej moji poti, ampak je v bistvu bila še vsem tukaj šola, pa je bilo še kakšne druge stvari, pa boš ti lahko sam živel, pa boš si ti kuhal, a si ne boš, a boš pospravljal, pa take zadeve, ki so bile pa polno kar. Ok, kakšne pogoje so ti ponudili v Karvini? Se pravi, tebi so ponudili, ne rabimo zdaj finančne pogodbe, razkrivati vse milijone, ampak same pogoje, se pravi, za to, da se ti lahko v tem trenutku kot igralec razvijaš. Se pravi, omenil si, ne vem, kuhati si moraš sam, ne? Imaš stanovanje? Ne, se to mislim, ja, v glavnem stanovanje imam svoje, v bistvu Karvina ima tukaj v bistvu kukar nek trening center imamo. In pol imamo zraven še so v bistvu sobe, ker pa dostikrat kakšni igralci prespijo, preden gremo mi na kakšno gostovanje, ker nimamo vseh igralcev iz tukaj, pridejo kakšni tudi iz drugih delov Češke, ali pa kakšni, ki so šle čez mejo, čez mejo 3 ure stran na Poljskem, ki živijo. Pa kdaj prespijo v teh noter, imamo pa tudi par tujcev, zdaj tam še vedno noter, ki pa živijo še tam noter v teh tem, kar neka apartmajčki, bi lahko rekel. Te igralci, ki smo pa na pogodbah, smo pa v svojih stanovanjih, se pravi, večinoma smo vsak svojmu in imamo v bistvu pač vse, kar je potrebno za življenje. Ni to spet ne vem kakšen luksuz od luksuza, ampak jaz si več kot sam niti ne želim, je top to, kar imam. Potem smo imeli celo poletje organizirano gostilno, se pravi, je pač gostilna ta, je tukaj ena restauracija, ker smo imeli mi organizirane obroke, valjda po meniju, ker nam ga oni dajo, v klubu ne po meniju, ker si ga mi izberemo. Potem imamo pa še vsem zdaj, imamo organiziran vsaj en obrok na dan, je možnost, da greš lahko. Ostalo si pa pol fanti tukaj tudi več ali manj tudi sami kuhamo,
pa take zadeve, pa pol ne vem, malo za frkancije, pa to pa recimo, da je ta vikend grem k Nigericu probat, kva mi bo naredil, pa take zadeve. No, to sem ravno gledal tudi, ne? Imaš enega Nigerica, enega Korejca, imaš Poljaka, ne dva noter, Ukrajinca imaš, Slovake imaš tudi, ja. Nemce tudi. Ste kar pestra, pa res tule je celo en Nemc zraven, ne? Pa bil je še en Nigeric, ki je pa trenutno že stalnica pri članih. Aha, se je že predstavil gor. Pa ste vi tu dosti blizu potem tudi nastanjeni, ko si rekel, imaš svoje stanovanje, ali ste razmetani po mestu? Zdaj mesto je, kakor sem izgledal, je nekje velikosti Celja, recimo, ne, 50. Ja, to je. Tako da ni ogromno. Ne. V bistvu to je bilo še najboljš, kar se je zdelo moji mami, je to, da nisem jaz v neki Pragi, da bi začel jaz lutati po ne vem kam. Ampak je mesto tako, da je dolgočasno, če se to izrazim, se pravi, nekega življenja ni. Ja, nekega življenja kle v mestu ni. Tako da nimam kam iti, pa tudi tako ni to moja neka želja, da bi jaz zdaj ne vem kam hodil, ampak vseeno ni nekih stvari, ki bi me lahko premamle ali pa ki bi nas lahko kot igralce. Tako da igralci smo pa v bistvu nastanjeni tukaj, vsi smo v nekem radiju 5 minut okoli tega našega trening centra. Zdaj imam v istem bloku imam Nemca, 3 vhode naprej imam Nigerica, 2 bloka naprej imam pa te Korejce, Ukrajince, pa tako da smo dosti blizu vsi, no, nismo zdaj prav razmetani po celi. Je pa tako, no, pol, ko gremo pa, ko prestopiš članom, načeloma dobiš novo stanovanje, ki je pa v bližini stadiona, ki ima pa člani imajo pa pri stadionu svoje igrišča, pa pač svoj fitness, pa svoje take pogoje in vse, kar se tega tiče, tako da si pol bližji tam, ko treniraš, ko prestopiš k članom. Ok, do tja bi še tudi prišel, mogoče malo kasneje. Kjer jezik vi uporabljate? Koliko si imel težave? Zdaj naštel si, se pravi, več nacionalnosti. Koliko vi se med sabo pogovarjate, se pravi, zunaj, ker verjetno na klubu zahtevajo tebe, da si govoriš češko, ali da vsaj razumeš osnovna navodila. Ne? To je najbolj smešen možen, to je pa noro še danes. Mi igralci je sreča, da znamo angleško, kar se tiče teh tujcev, razen enega Ukrajinca imamo pa mogoče še par tako, ki jih ne zna. Se pravi, dosti več ali manj te nam zahodne države, vzhodne države, oprosti, ne znajo tako dobro angleško. Jaz imam trenerja, ki ne zna glavni trener ne zna 4 besede povezati angleško. Pa ne, imaš pol pomočnika, ki zna, pa tako v klubu imam športnega direktorja, ki tudi raj videl, ne vem, da nemški kaj povem, ki angleško, pa tako. Pa so tebi dali, ne vem, da se moraš naučiti? Ne. Ampak mogoče je meni bilo še najlažje od vseh tujcev se naučiti te češčine, ker je še vsem ta slovanski jezik in pol se malo povezujejo kakšne besede. Pa jaz dosti hitro res sem prišel s to češčino skup. Tako da zdaj neki, da bi jaz zdaj se lahko z nekom prav pogovarjal po češki, se ne bom, ne. Ampak razumem pa več ali manj vse. Pa znam tudi kaj povedati nazaj, tako da sem v bistvu radu na podlagi tega že samo trenerju, kakor en Ljubljenc, glede na to, da pol prevajam enemu Nigericu, kako se mu sanja, nekva mi govorimo, pa kakšnemu Korejcu. In pol v bistvu prevajam, dostikrat tudi tem ostalim tujcem, pa tako, na tak način. Da tudi po mestu si se toliko naučil, da že lahko komuniciraš? Recimo, da brabo kaj v trgovin, pa ne vem, naročiti kaj bi znal. Ok, no, ker to je vseeno. Ja, valjda, ne, se to je. Da imamo na oskrbela, veš, a si všlač, ne všlač. Zdaj, glih zanj, če bila gor, pa smo šla neki pojest, pa sem naročil po češko, mi sam gledala, kva ti govoriš. Tako da je bila presenečena. Rekel si, da je ta češka liga precej bolj fizična, kot je slovenska. Pa da že takrat, ko si prvič prišel, da si imel občutek, da so vsi direkt iz fitnessa, da bolj za fitness, kot pa za kaj drugega. Ampak kaj to pomeni tudi tekaško, oni potem so tekaško na nivoju, ne vem, tako kot smo mi, ali je sam duel ta tist, ki jih izpopolnjuje? Ne, to je
ta teden je spet ubil, pa imamo recimo sezono. Pa tukaj je in tekaško in fizično se res dela na temu. Neko kondicijo moraš ti imeti kot igralec samoumevno, plus da jo moraš ti dograditi. Tako da je pol v bistvu, ko sem prišel sem, je bilo takrat, je bil tu recimo, pridem na trening, so bili fante že tako močni pa vse to, pa dobim še enega Nigerica, ki je pa večji še od mene, celo za par centimetrov, tako je zdaj v članih, pa je hiter, pa je varianta Šeškota, pa tako, pa ti trebaš njega kriti, pa si čisto v enem drugem svetu, ki smo pa ne vem, v naši ligi pa kakšnega, ki pa ni bil glih toliko močen, pa toliko sposoben, ne. In v bistvu se moraš v bistvu v glavi narediti kliker, da v bistvu sam delaš, da delaš dodatno, da si v bistvu upaš vse, v bistvu tudi v duel, tukaj si moraš prav upati. To ni nekaj, kar vidiš pri nas, da te povleče za dres, pa je rumen karton. Tukaj fant pride z Johnom ugležen noter, pa je prednost. Tako da tukaj je to šport je že skoraj rugby, no, dobesedno. Je res to neka taka čist drug svet, kot ga imamo mi v Sloveniji. Ampak je tako, no, kako bi rekel, sebe si ne predstavljam tukaj na beku, ker jaz ne vem, če bi lahko toliko prelaufal, kot prelaufajo tele moji. Tako ti bom povedal. Daj mi reči, kosti prihajajo gor, ne? Se pravi, ok, ti si zadovoljil pogojem, so rekli, ok, to je to, a je bilo kaj vmes, ne vem, ampak moral boš dati, ne vem, 5 kil gor, moral boš, ne vem, izboljšati to, ali se glede tega te niso informirali vnaprej? V bistvu to je bilo tako, da mislim, jaz si tako neke osnovne stvari se moraš držati. Pričakovalo se je seveda skozi sezono, da bom jaz, zdaj, ko prihajam v člane, so mi rekli, mislim, da bom rabil še dograditi se malo, ne, fizično in vse, da bom lahko konkuriral gor. Kar v bistvu zadnjih cajtov v bistvu sploh nimam težav s tem, ker sem v bistvu tudi trenutno in v ekipi in na tekmah, niti ne izgubim duela, niti skoka, tako da se tudi fizično zelo super počutim. Bilo je pa pol v bistvu samo to, pričakuje se dosti, da sam delaš. Ampak to se tako pričakuje, da oni vejo, da ti sam delaš. Da greš do trenerja, pa da ti on da za narediti, pa pol to, ali pa da greš v njihov, da grem, recimo jaz grem ponedeljke, ker nimamo zjutraj treninga, grem sam v fitness, ki ga imamo v klubu, pa so ponovadi tam, pa me vidijo, pa greš, ne, imamo fitness trenerja, pa njega kaj vklopiš noter, pa laufaš tam okoli pri njih. Tako da te imajo oni malo na očeh, no, mislim. Radi vidijo oni, da tudi ti sam delaš, ne da sam rečem, doma sem naredil 100 trebušnjakov, pa 100 sklece, ja, pa bom, ja, v redu je. Ej, zdaj, to bi te moral verjetno že prej vprašati. Vaša U19 ekipa je profesionalna ekipa? Ne vsi. Načeloma, kako bi rekel, zdaj... Koliko treningov ti narediš na teden? Tako profesionalno, ja, sem zdaj narobe čisto. Ja, ok, ne, verjetno finančno zdaj ne morajo vsi tega živeti, ne? Ja. Ampak, če pa gledamo iz vidika količine treninga in vsega ostalega, ste pa vi na profesionalnem nivoju. Koliko imate vi jutranjih treningov? 2 plus kar sam narediš. Plus kar sam, pa 5 popoldanskih, ne? Ja. Plus vikend tekma. Zdaj pa odvisno, kdaj tekmo, če pa v nedeljo tekme, pa še en trening, ne? Pa imate sploh, mislim, ajde, ali gremo čez en tak, ne vem, normalen tedenski cikl, ki ga imaš, pa ima rekla, da je sobota tekma, tako kot pri večini, ne? V ponedeljek imate en trening, si rekel, ta je nek tako uvajalen, ali kaj? V bistvu ne, ni. V bistvu jaz grem takoj ubi, ali kaj? Ja, to je takoj. Zjutraj grem jaz, v ponedeljkih vedno ostanem, pa grem v fitness, sam da naredim tako nekaj glih na easy, da se malo pripravim na teden, pa mogoče malo vaje za moč. Oprosti, malo te bom tu prekinil. Ja, ti kar. Ko priješ ti v fitness, pa si rekel, tam je, ne vem, kondicijski trener ali fitness trener,
kaj to pomeni, da ti on da program, sta se vidva dogovorila, kaj bo ta vidva delala, ne vem, naslednjih 2 mesecih, 3 mesecih, ali je to pač danes bo tako, jutri bo pa nekaj drugega. V bistvu je zdaj čisto odvisno. Če sem jaz po poškodbi bil, jaz sem imel recimo poškodbo v januarju, dosti resno, tam sem se hitro nazaj vrnil. Sem gležen, evo recimo zdaj primer, ki imam zdaj trening proces, gležno sem vezi na trgu in je tako, da je gleženska kost pritiskala na stopalo in sem jo pač mogel ven povleči. In sem pol v bistvu zdaj v tem procesu, da jaz jačam te vezi, kljub temu, da jaz že 4 tedne igram normalno in normalno treniram. Sem šel vseeno v temu, da v bistvu jačam ugležen, plus da pol mi on da recimo kakšne vaje, ki jih delamo za noge, pa za roke, ki pol pa dostikrat jaz tudi sam naredim, mogoče kakšen kardio za trup, za kakšne take osnovne vaje, ki se pričakuje, ne vem, trebušne mišice, hrbet, pa kaj tacga, ker gremo mi v fitness bolj delaš noge, roke, pa tako, pol trebuh, pa take stvari, moraš sam za sebe skrbeti, pa tule pri preponah. No in pol, če se vrnem zdaj, to je v bistvu nek moj sam, to, kar jaz sam delam, je v bistvu, da sam za sebe poskrbim, da sem jaz zdrav. Kar se tiče pa pol popoldanskega treninga v ponedeljek, imamo pa ponavadi v bistvu narejen tako, da imamo kakor šprinte. Se pravi, dostikrat se tu zgodi, da mi že začnemo šprinti, kar je bilo meni tudi wow. Malo se raztečemo in pa gremo takoj šprintati. Vedno je bilo v Sloveniji, da se mi pol ure ogrevamo počasi, tukaj pa takoj. Prva minuta, ko začne trening. Ne začne. Pa kak imate pa režim, koliko morate biti pa prej na klubu? Načeloma se držimo, da zdaj probleme, ker so igralci tukaj še vseeno v šolah, nekateri. Tako da pričakuje se vsaj tako 20 minut, da si pred treningom od vseh. Zdaj pa aktivacije sami vi? Ja, načeloma se pričakuje, da delamo sami, ali pa pač se pole pa spet odvisno od dneva, ker recimo danes smo imeli mi telovadnico še pred treningom in tam imaš pa prav eksplozivna moč, se ji reče, plus tega, da imamo aktivacijo že v četrtek za na tekmo. Prav, da se že pripravljam, da se že zdaj aktiviram. Da bomo vedeli, kjer dan snemamo. Ja. Ok, zdaj bomo prišla do četrtka. Se pravi, v ponedeljek v glavnem imate večinoma hitrost. Lahko tako rečem. Je to dosti suh trening, je to igra 1-1, 2-1, v kakšni obliki to delate? V bistvu ne. V četrtki so tako, ponedeljek. Sorry, ja, zdaj sem čisto. Ponedeljek je tako, da imamo najprej te šprinte, pol je malo kakšne pasvaje, pa kaj tacga, pol gremo pa v bistvu, tukaj se reče manež, sploh ne vem, kako bi v bistvu to prevedel, ampak v glavnem se pravi z tekom povezana pasvaja na koncu zaključkom. Se pravi, ti se pomikaš po postajah, se pravi, vedno imaš, ne vem, 20 metrov laufanja, imaš dolg pas, kratek pas, v bistvu na koncu pride akcija, v bistvu ta vaja pride kakor v neko akcijo, s pas vajami, laufanji dolgo podajo, s tem, da se pomikaš ti po nekih stožcih naprej. Tako neka struktura, ampak prehajaš pač. Ja, tako je. Ne držiš se, svoje pozicije, skoč to, da se vzad držal, ampak tudi jaz prijem na strel. In se to dela, 45 minut, pridemo pol, mogoče je prej še kakšna igralna oblika, no in pol pa gremo še za, to je recimo 1 uro, pa gremo pa še za okoli 1 uro v fitnessu ponedeljek, se pa dela potem, tukaj imamo pa pol, vedno je 3 do 4 tedenski ciklus in se v bistvu dodaja, enkrat imamo recimo maksimalno moč, enkrat imamo eksplozivno moč, pa se pa spreminja pač skozi tedne, kako ima fitness trener si predstavljanje. Zdaj, ko ste v sezoni, vi ste že sezono, zdaj ste si rekel 3., 4. krog odigrali, ne? Ja, 3. imamo zdaj, ja. Ja, kako imate rečemo zdaj normalno, režim pol v fitnessu? Ker verjetno zdaj, ko je sezona, boste več ali manj v istem režimu. Ali tudi spreminjajo? Pa v bistvu seveda je bilo veliko močnej, kar se tiče vsega v pre-seasonu, se pravi v pripravljalnem delu, ampak kar se tiče zdaj v bistvu, jaz se počutim, recimo, če primerjam Slovenijo, to bi bilo to v pripravljalnem delu, kar imamo mi zdaj v ligaškem delu. Rečemo, zanima me režim. Ti si rekel, vi ste, ne vem, v fitnessu danes bili,
ne danes, pač ne vemo, Ja, v ta ponedeljek je. ponedeljek, a ne, kaj ste vi naredili, koliko ste imeli postaj, koliko ste imeli vaj na postaji? Ok, vedno imamo 4 postaje z 2 vajama. Okay. In vse se dela po 3-4 serije, se pravi, vsaka vaja se pa dela po 3-4 serije. Pač to je zaradi tega, ker se mi razdelimo v skupine po 3-4 fantje skupaj na eno postajo in pol smo, ne vem, 8 fantov, na polovici smo na eni postaji, se pravi, na 2 teh vajah. Razumem. In pol to delaš 3 serije in greš na drugo, pa 3 serije, pa na drugo. In pol imaš po 4 postaje. Ampak, a vi vežete, ko ste na postaji te 2 vaje skupaj, ali narediš prvo 3-4 serije, pa pol greš? Ne, vežemo. Vedno je tako narejen, da je povezava, se pravi, noge, roke, ali pa da se ena vaja, da se na polno dela, ena je pa ne vem, neka elastika samo pa kaj tazga. Ena vaja je moč, ena vaja je pa bolj, ne vem, eksplozivno varianta. Tako je. Okay. Se pravi, ni zdaj vse neko bildanje ali pa kaj, ampak je v bistvu pametno urejen to. Plus temu, da imamo mi, dobimo list vsak dan, mislim vsakeč, ko smo tam in pol pišeš, ne vem, kilažo, ponovitve in se pol to gleda napredovanje tvojega po tednih, koliko ti napreduješ. Tako da ste, rečemo, delate do odpovedi, ko delate velike kile? Ja, v bistvu maksimalno, kolikor dvigneš. Takrat, ko imamo tisti teden, ki je, ne vem, zadnji teden maksimalne teže, gremo na eno ponovitev, se pravi, koliko ti lahko dvigneš. Ne. In potem je vezava tako eksplozivna vaja. Ja, pol pa takrat je pol, ne vem, nekaj tako, da se v bistvu, da mišico skozi ohranjaš v nekem ogretem stanju, ne, ker ti tam tudi lahko čakaš po 5 minut, ne, in moraš imeti skozi pač ogret, da je tam vmes prišel tja, pa bom dvignil, pa mi še kaj počel na koncu, je pa tudi nekaj najbolj. Ok, ponedeljek smo zaključila, torek imaš 2 treninga. Tako je pa jutranji trening, ki ga imamo pa ponavadi tam od ure 20 do ure 45. Je pa tukaj smo, kar se te, ki so na pogodbah, mora biti 100% prisotnost. V bistvu imaš tukaj zdaj neke 2 variante njihovih pogodb, ki ti jih oni dajo. Nekaj je kao league contract, pa professional contract. In ta professional, zdaj sem se jaz to prevedel, sam se pogledaj, da je to kot štipendija, čeprav ne vem, kaj je, ne. Ker ne vem, to imajo oni neki Čehi, neki svojo varianto, ta league contract je pa kao ta pogodba. Aha, ok. No in v glavnem te ponavadi smo vsi tujci, smo tam, plus imajo z neko šolo, se pravi, ker so pa skoraj pač, ne vem, rečemo 81% Čehov, ki pa živi tukaj, kot pa na to šolo, tako da so pa tudi oni prisotni na treningih, ampak pol je v bistvu varianta za te Čehe, no, to je problem, da sam povem, oni se morajo, dosti živi v Ostravi, to je pa ta mesto, ki je veliko kot Ljubljana in to je, ne vem, pol ure strani, se oni morajo furati na jutranji trening in na popoldanski. In se to pol, mislim, za njih je to po moje kar dosti težko. Tako da kakšen spusti tudi. No, ampak v glavnem, da se vrnem na ta trening, ponavadi imamo spet neka igra v prostoru. Tukaj na jutranjih se dela dosti na igralcu, ki je po pozicijah, se pravi, da ti gradiš na svoji poziciji, se pravi, jaz bom vedno imel neko obrambno varianto za štoperja, ali bom imel, ne vem, dolge pase vajo, imamo tudi neko igro v prostoru, pa kaj takega, ampak dostikrat se pa dela tudi to igra 1-1, igra 2-1, ne vem, 3-2, kakšne take variante. Večina ponovitev, verjetno tudi. Ne? Ja, pa kakšni zaključki. Pa je pa valjda količina ponovitev to kveča, ne, kakor je, ne vem, na popoldanskem treningu. Pa pridemo na popoldanski trening, je pa spet v popoldanski trening v torek je pa dostikrat igra z B ekipo članov, ki so z nami dostikrat na treningih. In imamo z njimi neke vaje, se pravi, in to je, to pomeni, se pravi, na začetku spet šprintaj, potem imamo pas vaje, igralne oblike, potem pa dostikrat gremo v igro 6x6, se pravi, se naredijo 4 ekipe, 6x6 v malo skrajšanem prostoru, ne vem, do polovice igrišča in se potem igra interval, ne vem, 2 minute, ampak to je sam šprint, igra sam šprint, če se stoji, se začne dreti takoj na polno. Pa imate kaj omejitev, kontakte, smer igre? Ne,
zna biti kdaj omejitev po dotikih žoge, pa ne sme se igrati z golmanom, se pravi, ti si ne smeš pomagati z golmanom. Zanimivo. Kako bo Ja. golman igral, če danes je to, da mora igrati? Ja, ne, se glih to, ne se načeloma ga zdaj vključujemo, ampak glih ta vaja, ki imamo ponavadi, ta torek je glih to, da ne smeš golmana v klubu zaradi tega, da se igra gor. Drugače pol imaš kakšne ekipe, ki držijo zadnjo žogo, pa ti laufaš. To varianto. Pol imamo pa, no, pa igramo še eno veliko igro, ne vem, 45 minut. Pa ta torkov trening se popoldanski zavleče ponavadi tudi do 2 ure, ne, kaj tazga, ali pa še kaj več, ker pol imamo pa v bistvu, kad ti si crknen po tem treningu, pa v bistvu je to že drugi trening, ti pa on reče, kaj je fantje, gremo na črto. In greš na črto in laufaš distance, te distance so pa sam gledaš. Jaz, kaj nam jih je prvič povedal, sem se zmatril že sam, kam je on rekel, koliko jih bomo laufali. Kako pa izgledajo distance? Evo, zdaj recimo primer tega tedna distanc, ki pol nam jih menja, kao različne foreme. Laufaš od gol črte do 16 metrov in moš to distanco preteči, se pravi, tja nazaj 5-krat v 25 sekundah. Prav 5-krat moš ti, to je šprint, praktično. In tega imaš 2 serije po 8-krat. Prav 8-krat teh 5. Okay. Pa to 2 serije, tako da pol te to čisto vije. Na koncu se mi sam še puzamo do doma in priješ dam in ob 10 si mrtv. Pa kislina prehaja z ušesa. Ja. Ok. Kako pa pol izgleda to, se pravi, v torek si že cel ubit, kako gleda pa pol sredo, pa imaš pa prosto. Ne, sreda te pa zabije zjutraj spet budilka, 6:45, ko se je treba zbuditi na prvi trening, ker imamo spet jutranji trening. Kdaj so pa jutranji treningi? Torki srede. Ne, mislim ura, kdaj začnete zjutraj? Ob 8 zjutraj. Je prvi. Okay. Ja. V redu. Tako da, pa moraš biti tam že prej v klubu, pa še jaz moram se buditi, pa zjesti kaj, pa tako ne. Tako da pol vstajam jaz 6:45, da se pripravim na vse to, ker imam itak, ne vem, 5 minut do trening centra. Potem pa jutranji trening je pa ponavadi šuterski sreda, se na podlagi tega več ali manj dogaja. Ne glede na igralno pozicijo. Ja, v bistvu tako, dostkrat je na začetku tega, da je malo 1-1, ali pa da obramba dela celo čist posebej. Se pravi, da imajo napadalci strelja, mi pa delamo v zadnji, ne vem, kakšne, se pravi, izbijanja ali pa linija, dviganje, spuščanje, pa take variante. Potem imamo pa, no ja, pa to malo šutiranje, pa to in pol ta trening traja, ne vem, 1:20 rečemo, da je pol sreda trening zjutraj. In pol pa je popoldanski trening. Popoldanski v sredo je pa spet ponavadi s to B ekipo, ampak je spet, v bistvu ta se spet malo zavleče, v torki pa sreda so najhujši. In je pa varianta spet te igre, imaš pa intervale, se pravi v igri, da igraš minuto do 2, ne vem, 3-3, na polno šprint. Ko končaš, greš pa takoj laufati, se pravi, moš pa v 50 sekundah prelaufati pač krog okoli igrišča in pol sam menjaš se in imaš to, ne vem, zdaj smo imeli 8 serij tega, se pravi, 8-krat laufaš, 8-krat igraš. Kaj pa pauze, koliko imate pa pauze, rečemo, se pravi, ti si odigral odigraš, pa imaš si tekel okrog, koliko imaš pauze, nekaj možeš imeti pauze. Ne, se igraš, ne vem, rečemo, 3 minute igraš, pa imaš sprav minuto, zdaj pa tako, ti uno minuto, ki igraš, 3 minute oni ostali igrajo, ne? Se pravi, ti imaš, rečemo, 2 minute, 1 minuto, ko oni že igrajo drugi, ti začneš laufati. In pol ti končaš, imaš pa še minuto pauze, pa prišel. Veš, ko smo Bremca imeli, ko se razvija hitrost, ki si prej rekel, je na vsak meter je, koliko je že rekel, 10 sekund, bi mogel zelo še enkrat preveriti, veš, koliko imaš potem pauze, zato da je efektivno, rečemo, še trening v neki točki.
Ja, ne vem, zdaj tle trenutno, evo, da bi ti rekel 2 minute, mogoče vse Ja, skupaj. pa pol kaj, v četrtek se pa spusti kaj, glede na to, da... Ja, v četrtek se malo sprosti, čeprav imamo, no evo, danes smo imeli, imamo vedno vsak četrtek to telovadnico, ne zjutraj, mislim, začetek treninga v bistvu gremo v telovadnico, kjer je pa ta eksplozivna moč, ker se pa v bistvu je eksplozivna moč, se pravi, bolj ne neka priprava na tekmo že v bistvu se začne, se pravi, začneš ti telo pripravljati na tekmo, se pravi v bistvu aktivacija kukar, z nekimi lahkimi utežmi, elastikami večinoma, z nekimi hitrimi spremembami smeri, skoki, kakšne take vaje in pol smo tam 45 minut v telovadnici, pol imamo pa še 45 minut ali pa 1 uro na terenu, ki je pa pol v bistvu že bolj postavljanje, pa na nasprotnika se začne že malo, v bistvu, kako pa pač, itak se že vsak teden malo pogovarjamo glede na to, kako nasprotnik igra, pa so tudi v bistvu neke vaje, vaje v prostoru so že vezane na to, ampak v četrtek se pa že specifično začne delati na nasprotnika. Potem v bistvu imamo neke izpeljave, pressing variante, se pravi, ne vem, igramo 11 na 11 se postavimo, ampak to ni igra, ampak se v bistvu samo taktično usmerjanje, pressing, da se spustimo dol v blok, razigravanje, ali bomo šli dolgo žogo, kam bo letela dolga žoga. Same take variante, tako da je vsak teden drugačen nekaj novično. Ok, pa kaj pa pol pomeni za petkov trening? Petkov trening je pa v bistvu aktivacija na začetku, potem pa se začne v bistvu samo še zadnje priprave, potem imaš kakšne prekinitve, petkov trening je dosti na easy vedno. V bistvu priprava na neko tekmo, s tem, da je zdaj možnost, recimo naslednji teden, zdaj imamo 2 gostovanja zapored, zdaj ta vikend gremo v Prago, naslednji teden gremo pa že na toliko dolgo gostovanje, da bomo šli pa tudi celo tja spat v petek, tako da je pa pol pomeni že, da greš ti v petek, potuješ tja, ne. No, vse to sem glih hotel vprašati, glede na to, da si čist v enem vogalu Češke, zdaj že do Prage imate verjetno koliko ene 4 ure vožnje. Ja, še več to je, recimo, če grem zdaj z avtom, ne, ampak gremo pa mi bus varianta, pa vlak, Okay, ja. Ja, pa rabimo 5 do 6 ur. Plzen še imaš tam verjetno, pa še kake vare, ne. Ja, pa recimo, evo, zdaj recimo, zdaj imamo Sparto, imamo v ta vikend, štartamo ob 6 zjutraj, z busom ob 1 popoldne tekma, zdaj pa računi, ne. Začnemo se pa voziti ob 6 zjutraj, ene 5 pa pol ur se voziš. Prideš cel trd na igrišče. To je noro, ko prideš tja. Ampak imamo srečo, da se dosti vozimo z vlaki, no. Kakšna je pa tvoja rutina, rečemo, za pretekmo? Si usvojil, imaš kaj posebne priprave, ali še loviš tisto neko svojo standardno pripravo? V bistvu imam neko, v bistvu, kako bi rekel, lahko rutino pred tekmo, kaj naredim, tudi kaj jem, vsako jutro pred tekmo, kar mi v bistvu najbolj sede, pa je še najbolj v redu, so ponavadi kaka jajca, pa kaj takega, ne. Pol si vzamem šejk, ki ga spijem pol na poti do busa ali pa do vlaka, ali kamorkoli gremo na to potovanje, recimo, ali pa če je domača tekma do slačilnice. No in pol pa v bistvu je mene zelo dosti spremlja tudi neka muzika ali pa kaj takega, tako da imam dosti slušalke, ko gremo na potovanje. Pol pa pred samo tekmo imam pa vedno v bistvu tiste pol ure, ko imamo mi malo časa zase in da se zrihtaš, in to imam v bistvu samo v nekem svojem svetu, ker sem že, pač itak sem že prej čisto fokusiran na tekmo, ampak takrat sem pa že v bistvu čisto sam, vse izklopim iz glave, vse svoje igralce in to, in imam pol tudi to svojo aktivacijo, ki jo imam z nekimi elastikami, se pač že preračunavam, kako bom kaj naredil že s samim ogrevanjem. V bistvu sem že čisto fokusiran takrat že na samem vlaku in pol že, ko sem pa v garderobi, je pa pač konc. In pol imam vedno neko svojo rutino, mogoče je malo smešna, kaj naredim, ampak
Mi jo zaupaš ali ti je neroden preveč? Ne, ni nas, vedno, pojem vedno samo pol banane, pa nekaj dobimo, kar je dobro, dobimo vedno neke tablete, imamo magnezija, imamo tudi magnezij v prahu, kar se tiče tega, to še nisem prepovedal, takih stvari, kot so napitki in to imamo vedno pripravljeno, to je vedno top, tudi pred tekmo nas čakajo sadje, imaš, ne vem, kakšen rad poje čokolado, da se mu malo sladkor dvigne ali karkoli, pa ima kakšne par koščkov čokolade je tam. Tako da take stvari so res poskrbljene tukaj, mislim, se meni zdi, da je to že res na profesionalni nivo, skrbi za tebe, ne vem, 5 ljudi, 6 ljudi na vsakem treningu, tako da, no, ampak če se zdaj vrnemo na tisto, je tiste pol banane, ta magnezij spijem, pa potem imam pač to neko v bistvu svojo varianto z nekimi bandažami, z nekimi temi stvarmi, pa z neko svojo tetovažo in pa v bistvu na ta način sem jaz v bistvu, kakor prelevim v sebe. Imaš kako vizualizacijo tudi? Ne, to pa nima. Nimaš, ok. Dej mi reč, ko vi pol, ne vem, odigrate tekme, zdaj vi že uporabljate kar neki monitoringa, to smo se menila, da vse tekme vaše kadetske, mladinske so v Instatu noter, ne? To se bo zdaj tudi v slovenski ligi spremenil od letos naprej, mislim zdaj od spomladanskega dela, kakor jaz vem. Tako da bojo tudi tu, upam, da eni premiki naprej. Kaj še imate vi, rečemo, od tega, da vas se spremlja na tekmi? Se pravi, Instat je en del, imate tudi GPS-e? Ja, imamo te čipe, ki imamo pač, zdaj imaš različne variante, kako ga nosiš, imaš tisto, neka varianta markirka, ali kako se temu reče, ki je taka oprijeta malo, ne? Imaš lahko samo trak, ki si ga daš tukaj pod prsa dol. A imate vi v klubu več različnih, ali kaj? Ja, mislim, zdaj je odvisno, ali kaj si vzameš, kaj ti bolj sede. Jaz imam ponavadi najraje... Imate možnost, da zbirate? Ja, jaz imam najraje trak, da si ga dan sam naokoli, una markirka mi je... Recimo, ena rutina moja, jaz ne moram igrati v švicmajci, jaz sem vedno v kratkih rokavih, ne glede na zimski čas, na kakšna je temperatura v zunaj, vedno bom bil v kratkih rokavih na tekmi. Ok, rečemo, kakšne imaš pa podatke ti, kaj, če veš, koliko ti pretečeš, rečemo, zdaj v mladinski ligi? V bistvu, zdaj to je čisto odvisno od igralca do igralca in v bistvu te podatke same potem to pregledujejo te fitness trenerji v klubu in ko se začnejo opazovati recimo kakšne nianse ali pa recimo, predvsem je tega je največ gledanja čipov, predvsem v pripravljalnem delu, ko je ta, ne vem, kako se ti srce, se pravi, viša, niža, ta, ne vem, kako sem zdaj, samo mi je šlo iz glave, no. Heart rate monitoring, ja. Ja. Torej, kontrola srčnega utripa, ja, pa tako, ki imate pragove, pa tako, ne. Tako, take zadeve se gleda in potem, če je kakšna težava pri kakšnemu igralcu, se mora to pač pol posvetiti z njim in takrat se pač več podatkov razkrije, da se potem to individualno razčisti in da se rešuje to, a ne z nekim individualnim treningom, kondicijskim, pač karkoli je potrebno. Drugače, neke splošne podatke, kar se tiče okrog nekih kilometrov, koliko jih jaz prelaufam, to glih ni. Ne, da bi jih jaz, mislim, ne izročam jih. Vam jih ne dajo? Ne, tega mi ne dajo. Zdaj so začeli malo pošiljati od tega Instata, se pravi, pas, recimo, koliko imam jaz podaj na tekmo, koliko je procentualno tega natančno, dueli, potem koliko procentov duelov, se pravi, neke kartone, asistence, gole. Zdaj, pol je možnost, sam tega nam ne dajo, se pravi, tak, če bi imel jaz svoj password in to bi jaz tako lahko imel pogled v vse in tudi bi imel vse, kako bi rekel, bi bilo tudi razvidno, se pravi, sem videl enkrat pri trenerju, mi je samo enkrat pokazal prek računalnika, ker se to ne vem, zakaj se oni ščitijo tako,
Ampak se vidno, vse, ki sem se jaz dotikam žogo, več ali manj, se pravi, je tisto obarvan, ko gledaš, ne, ki imajo studio Lige prvakov, pa ki gledajo tiste, je ista varianta tukaj. No. Pa ti kaj, kdaj omenil, ne vem, premalo igraš v globino, preveč igraš levo, desno? Ja, to je vsak trening je neki. Zle v Češkem je malo problem, da se malo ne upajo toliko igrati, kot se jaz upam igrati iz slovenskega fuzbala. No. Je zelo, zelo velike preskok neke igre in pol jaz kot štoper si dostkrat mogoče za njih, iz njih že preveč, upam, kdaj tudi v sredino kakšen rizičen pas, da malo tako, ker bi bil za njih malo preveč rizičen, se pravi. In je dostkrat on raj vidi, da jaz na varno, ki odigram kot štoper, se pravi, da čim bolj varno rešim situacije, ki jih pa jaz mogoče kdaj vidim tako, ker se v bistvu pol tudi pride do tega, da jaz zelo vrhunsko delam nek pas, ampak on, no, Nick, please no. Kao, da se slučajno ne bi kaj zgodilo. Ja, da se kdaj kakšen... Mladinci stojite v ligi trenutno vi? Trenutno, evo, čakaj, ti bom zdaj pogledal prav natančno, ker se lestvica skozi spreminja, ker se je začel, v bistvu se je začel zelo zanimiv ta spomladanski del. Recimo Sparta, ki jo bomo imeli zdajle, je na zadnjo tekmo smo imeli mi prav proti njim v ligi, pa smo jih zmagali 4-1, kar je recimo zelo zanimivo, da je ena Karvina, ne, ker Karvina v bistvu načeloma ni gledan kot nek velik klub češki, ne. Tudi člani se letos pri nas Balkane borijo za izpad, ni neka najboljša situacija. Evo, trenutno smo mi na 10. mestu izenačeni z 9, imamo pa 8 pik do 3. mesta, pa 9 pik do 2. Tako da, to je, liga je res čist na kup, pa tudi do 1. mesta imamo pa, ne, do 1. mesta imamo 9 pik. Ja, 9, ja. Sem zelo narobe gledal, ja, nekaj sem narobe gledal. No, do 1. mesta imamo 9 pik, to je Balkane nič, tudi tole Sparto, ki imamo zdaj na zadnji tekmi, so zgubili proti Slaviji 6-0, ne vem, kaj se dogaja pri njih, zdaj v spomladanskem delu. Tako da jih boste narukali zelo, ko bo. Ja, tole bo zelo kar zanimivo. Čuj, na katerih štadionih pa vi igrate? Jaz sem malo pogledal, ta vaš glavni štadion Karvina je okrog 5000 sedežev ima, ne? Večina teh ta večjih 7-8 štadionov je nekje 12 000 sedišč. Vi igrate kaj na teh glavnih igriščih tudi ali ste večinoma na B igriščih? Pa v bistvu na ta glavnem ne igramo, ta glavni ima nekih 5000 sprejme, je v bistvu zelo nov kompleks, meni se je star nekje 3 leta, so ga obnavljali. Mi igramo pa zdajle, evo ti lahko na hitro pokažem, evo sem da takole. V bistvu to je nek naš stadion, ki ga imamo, v bistvu je tudi, mislim, za nek mladinski nivo, ni nič slabega. Se vidi, tako da so neke, ja, so v bistvu neke tribune, pa trava je valjda vrhunska. Tukaj vzadi se mogoče malo vidi, je enometno igrišče, potem levo od tega je stadiona malo slaba slika, ker nimajo nič pametnega na netu. Je pa potem imamo pa je pa ta še ena naravna trava, potem imamo pa v bistvu 5 minut stran od tega centra, to je v bistvu ta center, ki se drži, ki je zraven rokometno dvorišče, dvorana, ki jo lahko uporabljamo, imamo telovadnico za to eksplozivno moč, fitness, plus te domovi, plus pisarne, neke za mladinski pogon samo, pa konferenčna ta soba. Potem imamo pa 5 minut stran 2 igrišča, spet z naravno travo, ki je pa tudi eno pomožno igrišče, kjer se igra liga. Plus tega, da imamo še pri stadionu, imajo člani eno svojo naravno travo, pa gor nova umetna trava, ki jo mi dosti uporabljamo, to je zraven stadiona čist, kjer imajo v stadionu, imajo člani tak svoj luksus in od bazena do džakuzija, savan, ne, ni da ni. Si že bil kaj pri njih na treningih?
Ja, imeli smo treninge, tudi eno smo igrali celo tekmo proti njim, ki so imeli oni neko težavo, so neko pripravljalno z nami odigrali, drugače pa sem bil nekaj malega že priključen gor, ampak zdajle trenutno mislim se pričakuje, načeloma imajo oni tak sistem narejen, da po pol lige, zdajle, ko bomo spomladanskega dela končali, se bo začelo priključevanje, se pravi v naši ekipi 0,5-letnik, 0,4-letnik, ker imajo, v bistvu na Čehi sem to prej nisem sploh niti omenil, oni nimajo kadetov 0,4, 0,3 skupaj, oni imajo vsako selekcijo U17, U18, U19, to so sprav posebni lige, posebej generacije, tako da si ti, ne vem, 0,4-letnik, pa da si z nami, moraš biti pač vrh svojega letnika, tako da je tudi zelo težko prestopiti v člane noter, ampak se zdajle bo na polovici sezone se bo začelo to premikanje, načeloma se pač premikam gor. Računaš, ste v pogovorih, da se boš... Ja, načeloma je to in moja želja in želja kluba, da bojo mene premaknili gor, tako da upajmo pa, da čim prej, no, da se to zgodi. Sem tudi jaz že kar malo nestrpen, da bi čim prej prišel v članske vrste. Da preveriš, kako tudi to izgleda. Tako je. Ja, okay. A si še hotel, prekinul sem te glede infrastrukture, ki je posebej povedati? Ne, ampak da je samo to, recimo, Bravo ima 2-3 igrišče, Olimpija ima, dokler sem bil jaz na Olimpiji, smo imeli 2 igrišča, kar je v jami bilo. Brinje ima 2 igrišča, tukaj jih imam pa 10 za trening. Ne. Je infrastruktura, pa še telovadnice, pa še fitness, pa še... Ja. Kakva je pa človeška infrastruktura? Koliko imate pa vi trenerjev, pa kondicijskih, pa vsega ostalega, ki je na razpolago, rečemo, za samo U19? Zdaj moramo še poudariti to, da, koliko si rekel, to je vsak letnik je za sebe, ne? Ja. Zdaj na vsako ekipo pripada se pravi 2 trenerja, ki sta originalna, zelo pomočnik plus glavni. Imamo ponavadi enega golmana, trenerja golmanov, ki je samo z nami, plus en trener golmanov, ki se priključuje še dodatno zraven na tekme. Imamo svojega fitness trenerja, plus tega, da pride v bistvu, da je praktično skoraj vsak trening z nami, tudi trener B ekipe, ki ima v bistvu je tudi en izmed pomočnikov. No. Pa plus vse ostal kadar, ki te gleda pa iz vzgorij. Pa fizioterapeuta imate kajga? Ja, no, pa to sem pozabil povedati, drugače na mladi pogon pripadajo 3 ali 4 fizioterapeuti, no, pa imajo... Kmalu boš pozabil slovensko govoriti. Ja, sej to res, se mi kar jezik že zafecla čisto. Tako da imamo mi... 4 fizioterapeute imate za mladinski pogon? Ja, 3 do 4, nekaj tacga, plus da imajo pa člani pač 3 svoje, plus neke maserje, pa ne vem, kvas, svašta. Imate kakje psihologe, kakje take stvari tudi noter v klubu? Vem, da je bila ena možnost enkrat, doskratno za te novince naredijo neko, ko smo imeli sestank, pa dosto, ko smo mladi, ne, so rekli, da če bi bil kakšen psiholog, pa to varianta, kao, da bi kdo kaj potreboval, recimo že sam tako v življenju, da mu je težko, ne vem, da je sam tukaj ali pa kaj takega se da to organizirati, da pride. Midva smo že zelo v podaljških, tako da veš, ne, sem malo pozabil vmes povedati, nama ker uhaja tale ura, ne. Povej mi, kako ti zdaj tako rešuješ to, da si v tujini. Zdaj v tem pogovoru se mi zdi, da uživaš, da ti je dober, da si tam, kjer bi si želel, ampak vseeno družina, prijatelji, razdalja, koliko to vpliva, rečemo, vseeno na tebe? V bistvu, kako bi ti povedal, najbolj je vplival, mislim, jaz že samo, odkar sem bil že otrok, meni je mama rekla, da jaz sem lahko prijel enega na cesti, pa sem šel z njim. To meni ni bil problem da bi meni bilo težko kam iti od doma, ampak začel se je, največji problem je bil po mojem o tem, ker jaz, ko sem šel gor, jaz šel poleti gor. Potem
Jaz imam vse prijatelje, ki jih imam, so itak v Ljubljani in pol so me oni klicarali, oni so bili v Zuni, oni so bili tisto, jaz sem bil pa tukaj, ne, in pa recimo dobim posnetek, ki ga zjutraj gledam, ki ga je v nobenih zjutraj meni pošle, jaz sem se pa zjutraj ob 7 zbudil za na trening, pa vidim, kaj so oni delali včeraj zvečer. To je bilo malo, ok, ampak sem nikoli pa nisem rekel, joj, zasrol sem se za kvasenje, zdaj to zbrala, bi bil doma, pa ne vem, žuro ali pa kaj, ampak sem si rekel pač, ok, bom pa jaz, ne vem, kasneje v življenju ali pa karkoli, ampak se nikoli nisem obžaloval ničesar ali pa kaj tazga, glede tega, da bi zaradi prijateljev ali pa da bi mi manjkal kaj tukaj tazga, ker sem doma imel, pa kle nimam, tega nikoli nisem imel, ampak sem v bistvu bil vedno vesel, da sem kle, ker sem, no. Nimaš občutka, da se čemu moraš odrekati? Ne. Vem, da se odrekam dosti stvari, recimo jaz sem tukaj, pa še tukaj, ker je ta mesto, jaz tudi ne vem. Evo, včeraj sem šel po 2 mesecih, prvič, da sem šel kamor, ko smo šli v kino s 3 soigralci po treningu. Ampak to je bilo tudi zanimivo, češki film, neki poslušaš vas. To so oni, so smešni, vse sinhronizirano. Misliš, da slišiš en angleški komad, pa ti en ček začne peti. Jaz tu bi samo eno pripombo dal. Jaz sem doskrat smo imeli te debate in jaz ne vem, zakaj sovražim to besedo odrekanja. Ne. Jaz pravim, da se noben ničemer ni odrekel, ti si se odločil. In da glavna razlika med tabo pa med marsikom drugim je, da ti si se lahko odločil, a boš šel v nogomet ali ne. Eni nimajo te možnosti. Ne. Pa tudi vem, ne, zavedam se tudi tega, da nogomet je na svetu, vsak otrok, fant, ki začne karkoli igrati, igra nogomet in vsak hoče biti Messi, Ronaldo, ki je majhen. In zdaj, da se pa enemu ponudi šansa, kot se je meni, da mu pa res nekaj celo lahko rata iz tega, pa ne bom tega zapravil in to je bila moja odločitev. Jaz sem pripravljen dati svojo mladost, svoje življenje v to noter, ker me to veseli in bi rad delal nekaj v življenju, kar pač hočem delati, kar me veseli vsak dan, z veseljem hoditi na trening, pa igrati tekmo, pa da me konec koncev v karieri, če bom prišel do tega, gledajo navijači iz polnega stadiona. Ne. Ok, dej, da mi dva gremo vsem proti koncu tele oddaje, ne? Ampak me zanima, kaj ti rečemo danes vlagaš vase za jutri, še ob tem, kar ti pač ne vem zdaj, ko se mi dva pogovarjamo, ne, ob vseh teh divjih treningih in veliki količini in da šola nadaljavo in vse ostalo, kje ti ugotavljaš danes, ne vem, da imaš največ možnosti v napredku? V napredku je možnosti tukaj predvsem zaradi tega, ker imam jaz veliko več časa, kot sem ga imel doma, ker sem bil v Ljubljani. To razumem, ampak kaj ti meniš, da ti moraš narediti za to, da boš na top nivoju? Mislim, neka samo priprava vsak večer, ne, da jaz poskrbim za svoje telo, da v bistvu ena najbolj pomembna stvar itak je počitek, ne. Ko karkoli vzameš trening pa to, ampak če jaz nam počival pa tvojega telesa pripravil, da bom bil možen spet 100% trenirati čez 5 ur, nič, ne. Tako da rabim nek dober obrok imam, ne vem, valček, recimo pa take zadeve, da se pravi telo sprostim, se pravi, da imam mišice skozi pripravljene pol za naprej, nekaj magnezija vzemam, pa take zadeve, se pravi, da nimam problema, ne vem, z krčom, ali pa kaj tazga na treningu, pa da imam dovolj spanca, ne vem, tukaj spim 3-krat več, kot sem doma. Pa te zdaj, ko si rečemo tako blizu tega profesionalizma, se pravi, govorimo o članskem nogometu, te bolj zanima tudi, ne vem, koliko tvoje telo funkcionira, ali pa kaj bi mu moral dati, koliko si rekel, ali hrana, spanje, ali kakšen način treninga, te to bolj zanima, se več poglabljaš tudi v to, zato da lažje razumeš, kako se bo še dodatno lahko razvijal. Ja, v bistvu sej slej ka prej, ko si na takem nivoju, te moraš zadeti to, ker če ne, pol ne vem, kva razmišljaš, a res pol hodaš na ta fuzbal, ker ti je nekdo rekel, da pejte, ali si se samo odločil. Tako da ja, v bistvu sam moraš dobiti tak kliker v glavi, no, da, kako bi rekel, da si pol, da se prepravaš v to, da
greš na nek dodaten trening, da se zavedaš, da ti to delaš za sebe, pa za svojo pripravo, ne delaš to za nobenega drugega, ampak pač, da bo tvoje telo lahko funkcioniralo na maksimalno na to, kar se tudi na koncu koncev pričakuje od tebe, da se bo. Povej mi, koliko pa ti meniš, da moraš tu v tehnično-taktično izpopolniti še svoje stvari pol? Se pravi, gledano recimo v trenažnem sistemu, se pravi, če mi dva govorimo, ne vem, ti lahko igraš z lahkoto z obema nogama, ne vem, da zadaneš pas 60 metrov, glede na to, da si pač centralni branilec, se to pričakuje od tebe, da je ta hiter sprejem, igra v globino, konkretna, ne vem, po tleh 40 metrov, tako kot sem rekel, diagonala 60 metrov, da je to natančno na eni strani, ampak da lahko to ponavljaš, ker ko se mi pogovarjamo to govorim zdaj, ne vem, v tehničnem smislu, kje te mogoče tudi trenerji opozarjajo, ali pa kje sam sebe, ko gledaš, ne vem, po tekmi, ko gledaš video, si bolj pozorn, ne vem, da nisi videl, da bi lahko igral hitreje, ne vem, na nekoga drugega, da imaš mogoče sprejem prepočasen. Kje vidiš tu, da imaš veliko prostora? V igri z glavo, ne vem, se pravim, to pač... Ja. V bistvu, itak sem sam sebi največji kritik, si bom vedno bil. In v bistvu mogoče v samih variantah, mogoče mi je kdaj bilo, recimo na tekmah, te dolgi pasi, pa to sem imel recimo tudi zdaj iz zadnje tekme, menega zelo dobrega, ki je bila v bistvu na koncu pol asistenca skoraj, da ne. Se v bistvu na samih treningih se gonam v to, da te pase več ali manj izpopolnjujem in to hitro tranzicijo z žogo. Se pravi, ko jaz dobim recimo žogo od golmana, je dostikrat varianta, ne vem, ker imamo mi speljevanje ven, da mene dva hitro pritisneta. Se pravi, jaz moram odreagirati, se pravi, moram jaz imeti to neko skozi trening si bi pripraviti to, se pravi, da imam jaz v možganih že predvidevanje, kaj bom naredil. Ali bom jaz podajal pas v sredino, veznemu, ali bom jaz udaril dolgo žogo čez. In se pravi, pač to jaz pol najraj treniram iskreno te dolge pase, in potem si tudi več cajtov vzamem, ker imamo dostikrat čas, in reče mi 3 minute, 4 minute imate čas sami zase in pol vedno udarjam dolge pase s kom si, ali pa tudi, ne vem, pred treningom, pa po treningu najraj te dolge pase, pa to najraj. Se mi zdi, da je tudi neka taka stvar, ki jo mogoče Štobar še najbolj potrebuje, pa na podlagi ostalih je dolgi pas, se ga največ uporablja pri Štobarju. Pa ofenzivna igra z glavo tudi neko pravi. To je... Da rad greš noter, ko so goti. Ja, to pa... S tem pa nisem imel nikoli težav. Duel sem pa vedno imel rad, pa ga tudi imam rad, pa tudi te skoke. Imam srečo, da visok skočam, tako da... Meni je zanimivo, v letos prvi oddaji, ko smo imeli Jaka Biola, je rekel, da je štartal z videoanalitikom individualnim, se pravi, se sam z njim ukvarja glede rešitev, da se mu ponuja skozi, ne vem, tekme, ko jih je igral, ali pa da ga pripravlja že na nasprotnika, ki mu prihaja, tako da verjetno se bo še najdlo tudi kaj zanimivega zate, ne. Definitivno v prihodnosti bo še marsikaj, saj sem, koliko sva rekla, jaz sem šele začetek svoje kariere, imam, kakorkoli pogledam. Daj mi reči, kje ali pa kdaj si ti naletel na najboljšega napadalca, ki si ga mogel pokrivati? Kdo ti je bil najbolj zahteven? Trenutno imam dva v glavi in to je ta Črnc, ki sem ga imel tukaj, pa Šeško. Šeško ti je tudi... Šeško, oba sta na isti princip narejena, če se ti bo obrnil, pa naredil prvi korak, ga lahko ti loviš do jutra. Se pravi, izgleda počas, pa je pa v resnici hiter. To sta dva, oba sta eksplozivna igralca, ki na videz mogoče niti ne zgleda. Šeško je večji od mene, se mi zdi, da. In pol pa, da si predstavljaš igralca, ne vem, koliko ima, recimo rečemo 1,95 m, pa da ti bo potegnil šprint tako, kot je en, ki ima pa 1,70 m, ne predstavljaš, pa to so
ekstremi in izjeme v igralcih, ki so pol tudi svetovni merila. Kaj bi ti kot igralec na igrišču sporočil navijačem ob igrišču? Zdaj čisto odvisno. Mogoče kakim staršem, ki imajo še majhne otroke, da pustijo otroke, no, da mogoče ima trener vsem prav, pa da se ne vklopljajo toliko v take zadeve, navijačem pa da saj sem tudi sam sem tudi velikrat navijač, tako da vsi radi pametujemo, kaj bi kdo mogel narediti na igrišču, pa ko v bistvu si ti enkrat na igrišču, je pa to čisto nekaj drugega, tako da mogoče se malo bolj zavedati, kaj kdaj rečemo komu, ki igra, pa kaj kakšno napako naredi, pa kaj je do tega prišlo, no, kakšne take zadeve. Kaj bi pa kakim takim, ne vem, zdaj, če bo kak U15, U17 poslušal, ne, pa tole tvojo zgodbo, kaj bi pa njim svetoval? Predvsem mogoče v obdobju, ko bojo zrasli 15 cm v enem letu. Da nikoli ne obupati, ne glede na karkoli se zgodi, da je glava tista, ki je v nogometu najbolj pomembna, niso noge. In da če nimaš glave in da tega fokusa želje, potem tudi ne bo prišlo neke kariere do nekega dobre igre konc koncev. Bolj, ko si ti pripravljen na samo tekmo, bolj, ko si ti fokusiran med tekmo, boljš igral. Okay. Stalo je pa samo izpopolnjevanje. Pa še kaj pozabila, da bi ti rekel, da bi bilo treba nujno, glede na to, kar smo se tudi pred oddajo pogovarjali? Ne, je bilo kar. Sem se izlil zdaj celo svojo pot do zdaj. Nikoli ne vem, če sem še kdaj že tako komu povedal. Jaz upam, da si užival, no, meni je bilo zelo prijetno, tako da ti želim predvsem, da boš glede na to, da si vmes omenil tiste dve malo težji poškodbi, da bo tega čim manj, pa da ti uspe se priključiti vašim članom, sicer, kakor sem gledal lestvico, bojo težko v ligu. Tako je, bomo videli, kam nas pot popelje, drugače pa hvala in za želje in za povabilo za danes. Sem res hvaležen, je tudi bil Balkane pozitivno presenečen v vseh imenih, ki so bili že pred mano, tako da mogoče bomo rekli čez 5 let, ne, veš, pa še zraven vseh tehle, ne. Tako da upam ti, želim ti, pa upam, da ti pač uspe to, kar si zaželel. Tako da mi pa zaključujemo oddajo takole, da odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat pišite, komentirajte. Všečkajte nas na Facebooku, Instagramu, tam boste tudi spoznavali ali pa videli skozi teaserje in ostale vabila, kaj pripravljamo novega. Še enkrat iščite nas tudi na naši spletni strani, ki jo bomo pripeli tudi v opisu. V glavnem, še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav vsem.